Rekla sva, da bova posnela ljubezen skozi psihoanalizo, ne? Tako je. Tako. Zdaj, midva imava tako kot pri ostalih dveh, imava neki okvirni načrt, nekaj okvirna vprašanja, kako bova vodila to temo. Pa bi jaz kar začela z tem citatom, ki sem ga napisal, ne? Prva sezona serije je Rick and Morty, Rick Potion number 9, v katerem mi Rick pove, da je ljubezen samo neka stvar, ki ljudem pomaga, da se razmnožijo in da pač ostanejo skupaj, ne. Bova dala ta citat v YouTube, ker je v angleščini, no, in ne bi ga zaradi nekaj prevajal. V glavnem, point je, da je ljubezen stvar, ki združi sesalce, da se lažje množijo, ne. To je on rekel. To je narobe rekel, ampak okej. Ja, ja. Potem kot poetični opisi ljubezni so valjda vse muzike, vse neke knjige, vsi neki romane, pač vse te umetnostne stvari, ekipi recimo, ne, tudi izkazujejo. Pa dala bo v opis ljubezni skozi SSKJ, ne, Slovar slovenskega knjižnega jezika, točno definicijo. Jaz je tudi sicer nisem napisal, no, ampak bova dala v opis. Da lahko kar začneva pri drugi točki. Kaj je Freud govoril o ljubezni? Zdaj tako, Freud sploh ni govoril o ljubezni. Bi bila na prvo žogo, ampak seveda je, malo sem šel pogledati v te knjige, pa je ene 3-4 v tej debeli knjigi metapsihološki spisi 5 omenil, ali pa večkrat. Ljubezen, zaljubljenost tudi en parkrat. Ampak on je govoril o libidinalni ekonomiji, o investiciji psihične energije ali pa zasedbi psihične energije, določenih miselnih predstav. Freud je govoril o predstavah, jaz bolj eksplicitno govorim o miselnih procesih, ki so libidinalno investirani. Čustveno so investirani s psihično energijo, ta energija ima ime v psihoanalizi libido, to je abstraktna energija, to ni noben hormon. Jaz, kadar govorim o ljubezni, načeloma rečem tako imenovana ljubezen. Freud je dal to pod narekovaje. Kar nekajkrat sem zasledil, ko sem šel zdaj tole malo še brati, tele ključne 3 knjige, od kakih 50, ki jih imamo o Freudu. Pod narekovaje je dal zato, ker izraz ljubezen zavaja, nič ne pove. Tako da, če hočemo mi o ljubezni, zaljubljenosti, pa register imeti rad, kaj pametnega povedati, moram jaz zdaj malo zapustiti Freuda, ga nadgraditi in zdaj tako samo všečno rečem, da jaz vem več o ljubezni, kot je Freud vedel oziroma kot je znal povedati. On je neke nastavke sicer dal pravilno, ampak potem so tudi neki novo-freudovci, tudi tisti, ki so se z otroci ukvarjali, John Bowlby pa Mary Ainsworth sta proučevala tipe navezanosti otroka na mamo, kjer obstaja varen tip navezanosti, pa 3 nevarni tipi navezanosti. To je vse pomembno z občutenjem ljubezni, ki jo človek začne čutiti v odraslosti oziroma zaljubljenje ima že prej, recimo med puberteto se dogaja neka zaljubljenost, ampak današnji laični jezik pa operira s tem izrazom ljubezen čisto povsod in zavaja in nek strokovni diskurs, ki hoče to libidinalno, čustveno, seksualno sceno kaj teoretsko razčleniti, se v bistvu o ljubezni niti ne sme govoriti. Zato, ker ljubezen nič ne pove, oziroma pove preveč in hkrati nič. Tako da prvo vprašanje je pač to, da Freud ni operiral s konceptom ljubezni, ampak je uporabljal seksualni gon. Seksualni nagon, libidinalno to sceno, ki je včasih enačil z ljubeznijo, gon ljubezni, ne. To je zavajajoč pojem. Se pravi, ko je govoril o libidinalni investiciji, je včasih govoril tudi o ljubezenski investiciji. Se pravi, bezecunk je ta izraz, investicija psihične energije v neke miselne procese, v objekt želje. In to je libidinalni kontekst, hkrati pa tudi ljubezenski kontekst. Ampak ljubezenski spet pod narekovajih, ker
kot sem rekel, ljubezen ne pove toliko, kot si ljudje želimo, da bi to povedal. Se pravi, lahko govorimo bolj o nekem poetičnem izrazu. Ja, neki trubaduri so pa govorili o ljubezni, sej koridor nekoga imeti rad. To je koridor ljubezni, ampak v enem znanstveno-teoretskem diskurzu pa ne smemo tako govoriti kot neki poeti, pa pesniki, pa pisatelji, ki so bili zaljubljeni, pa imeti rad, sem zaljubljen, imam jo rad, ljubezen me je popolnoma spremenila. Mislim, to so laični izrazi. Če se bo pa mi da malo teoretsko bolj poglobljeno pogovarjala, bom pa jaz tukaj delal določene distinkcije. Okay. Te pa dajva kar naprej določiti, kaj je razlika med zaljubljenostjo, ljubeznijo pa pohoto. Ja, to so neki trije registri, ja, to so trije registri. Zdaj, tako, o tem Freud ni čist na tak način govoril, je pa povedal, da fundament za vsa poznejša zaljubljanja in to ljubezen, ne, tako imenovano ljubezen, je ključen tandem mamica-otrok. Otrok, zdaj bodi si deček ali deklica, se tako rekoč zaljubi v svoj prvi objekt želje, to je mamica. Mamica je prvi drugi in sprva ne ve, da ko še čist ne vidi, ne, čuti pa tisto dobro dojko, iz katere se napije, naje in postane blažen. Za to dojko najprej misli, da je to del njega, potem pa spozna, da je ta dojka prvi objekt zunaj njega in ta objekt, dobra dojka, je pa lastnik je pa mamica, prvi drugi. Prvi drugi je, celo se da z veliko pisano pisati, prvi drugi, in Lacan je tako pisal o prvem drugem, drugi z veliko pisano, pa je pa še tukaj veliki drugi, tudi z veliko pisano, ampak ta mama, nekateri hočejo govoriti o objektu nege, pa včasih so imeli še dojilje, ne, v Freudovem času so bogate ženske imele dojilje, ki niso same dojile svojih otrok, kar je tako psihoanalitično gledano kar napaka, ne. Otrok mora biti dojen strani tiste ženske, ki ga rodi, zato je problem nadomestnega materinstva kar vprašljiv. Se pravi, otrok se zaljubi, ne, oziroma naredi fundament za vsa poznejša zaljubljanja, s tem, ko zre svojo mamico in jo prepozna kot prvega drugega. Na tem fundamentu, na tem miselnem odtisu, se pravi freudovsko rečeno, na tej predstavi, ki je zabezecana, ne, bezecun, ki je Freudov izraz, z ogromno psihične energije, na tej predstavi se zgodijo vsa poznejša zaljubljanja. Ne. Ljudje smo se sposobni zaljubiti in na prvi pogled, in sicer tako v nekem tandemu skupaj delamo in se zaljubimo, zato ker smo kot otroci, kot dojenčki doživeli to mamo, v kateri smo se zaljubili. Ne. To mali deček, ko zagleda tisto mamico, to je blažen. Jaz sem dal na Facebook zid kar nekaj teh videov, ko recimo fantki gledajo svojo mamico kot božanstvo. Totalno so zaljubljeni, se že prav vidi, da jo gleda, kot da je zaljubljen. Ampak to ni tista zaljubljenost, ki nas doleti v odraslosti ali pa v puberteti, ampak se na tem fundamentu zgodi poznejša zaljubljenost. Zaljubljenost je psihoza, je norost, to je človek, ne ve, kako se piše. Zdaj, če bi šel vse detajle to investicije libidinalne ekonomije, bi moral govoriti o objektnem libidu, narcističnem libidu, ampak to bi malo že zatežil. Ampak v teh knjigah, če bi kdo kaj rad, naj greste metapsihološke spise gledati ali pa tale zbornik iz leta 81, množična psihologija in analiza jaza, potem so tukaj 3 razprave o teoriji seksualnosti, pa recimo problemi narcizma v teh metapsiholoških spisih. Tukaj Freud govori o objektnem libidu in narcističnem libidu, oziroma libido jaza. Se pravi, to je energija, ki človek kuri zase, ko čustvuje znotraj sebe, sam o sebi čustvuje, razvije neke čustvene, samoljubne psihične procese, narcistične. Potem je pa energija, kerozin, bencin, kakorkoli pač rečemo, libido je to ta abstraktna energija, jo investira, investicija je pa francoski izraz, v objekt želje. Prvi objekt želje je ta mamica,
V oedipialni fazi se zgodi ta tabu incesta, se pravi, mamice si ne smem želeti, ker recimo, če govorim za dečka, mamice si ne smem želeti, ker če si jo želim, sledi kastracija. To pomeni, da deček dela scenarij, kako mu očka lahko odreže lulčka, če si njegovo ženo želi. Ta scenarij pa opravi v tistem trenutku, ko prepozna, da nasprotni spol nima lulčka. Se pravi, tudi jaz sem lahko kastriran, pa sem pa tako kot deklica. In potem se odpove pač mamice in naslednica mamice je in istega spola je deklica oziroma ženska v puberteti. In tam se potem zgodi zaljubljenost, recimo na prvi pogled, ki je na fundamentu v bistvu zgrajena, ko je bil otrok deček, ki je bil zaljubljen v svojo mamico, ki jo potem prepustil očetu. Pri deklici je zgodba malo drugačna, bolj zapletena, bolj zakomplicirana, ker deklica ima tudi prvi objekt želje mamico, ampak potem pa v oedipalni fazi, se pravi oralna pa analna faza, je tam prvi objekt želje tudi za deklico mamica, potem pa zapusti objekt želje in tudi spol spremeni in gre na očeta. Zato na očeta, ker oče je več vreden, ker ima organ več med nogami. Ne? Oče je bitje s penisom, se reče v psihoanalizi, in ta obrat deklice iz mamice na očeta se mora zgoditi, to je pogoj normalne seksualnosti. Zato mora oče za deklico tam biti prisoten in deklica mora prehoditi pot, ne, oziroma preiti to razmišljanje od mamica moja do poročila se bom z očetom, mamica bo šla pa na stranski tir. Ko bom velika, bom se poročila z očetom, tako je neka fantazma. Ampak prav spomin na mamico, pa lep obraz, pa blažena, ko doji se s tisto dojko, deklica ima še vedno v sebi in je lahko biseksualna, recimo. Ne? Se lahko brez posebnega gnusa, tako malo banalno rečeno, zaliže v eni puberteti, ko tam se malo rajce, tiste fante se malo poljubčkajo med sabo in to žensko nič ne boli, zato ker ima prvi objekt želje mamico in ta fundament zaljubljanja se tudi v moškega se zgodi na paradigmi čustvovanja dojenčice z mamico. Ampak tisto neko pravo zaljubljene ženske se pa potem pa zgodi z moškim, je pa intervenira v to paradigmo čustvovanja, pa še to zgodbo, ki jo ima deklica potem z očetom. Ne. Zdaj sem mogoče preskočil na ene stvari, ki jih bom še povprašan, ampak če se vrnem na to, kaj pa zdaj pa ljubezen, ne, ali pa pohota. Ljubezen je pa čustvo, ki se dogaja znotraj primarne družine, pri dečku na svoj način, pri deklici na svoj način, in je tudi pomembno čustvovanje, ki ga ima recimo deček celo otroštvo z mamico, ki jo ima rad celo otroštvo, prvih 6 let je pa ključnih, ima deček rad mamico. In to je ta pristno čustvo imeti rad in hkrati biti ljubljen strani mamice. On ima to kot fundament, na katerem gradi tako imenovano ljubezen v odraslosti, ljubezen do žensk. Ne ljubezen tam do, ne vem, česa, avtomobilov, pa mame, ali kaj že, države, do športa, pa ne vem. Ti so čist druge zadeve. Ampak ljubezen je v bistvu nasledek čustva, ki ga odrasli ljudje v čustvovanju v partnerskem odnosu doživljamo zaradi tega, ker imamo paradigmo imeti rad in biti ljubljen strani nasprotispolnega starša. Dečki imajo zgodbo z mamo, deklica ima pa zgodbo z mamo prve 2-3 leta, potem pa še zgodbo libidinalno čustveno še z očetom. In tudi ženske lahko ljubijo svojega moža, partnerja, in temu se reče ljubezen, ali pa tako imenovana ljubezen, o kateri laiki govorijo. Ne? Pohota, recimo, da, seksualna strast, je pa popolno drugega registra, čisto tretjega registra, kar pomeni, da se ob tisti fazi fundamentu, na kateri se zgodi zaljubljenost, v oralni fazi, in teh prvih 6 let čustvovanja, ki ga otrok doživi znotraj primarne družine, na čemer bazira ljubezen, je potem pa tukaj pa pohota, ne? Se pravi, v ožjem smislu ta seksualna strast,
Tam je pa fundament, ko se pri 3 letih oba spola, deček na svoj način, deklica na svoj način, soočita z anatomijo genitalij, lastnih in genitalij nasprotnega spola oziroma genitalij, ki jih ima oče in mama. Deček mora spoznati, da je mamica bitje brez penisa, to mora spoznati, ko misli anatomijo genitalij, ker deček misli, da ima tudi mamica lulčka. Deklica ne ve, da imajo fantje, moški, oče, organ več. V enem trenutku to spozna. Deklica, hčerka, pri 3-4 letih suvereno spozna, da ima oče organ več kot ona, kot deklica, kot hčerka svoje mame, pa mamica, da tega organa, te dve nimajo, oče pa to ima. In potem zamenja objekt želje in gre na očeta. In strogo teoretsko, po Freudu, na tej točki mi zamirijo, si deklica oziroma ženska v odraslosti ne želi moškega, ne kar tako, ampak si želi organ, ki njej na telesu manjka. Se pravi, epicenter ženske želje je penis, ne moški. Slučajno ga imamo moški. Zato všečno na odru rečem, v scenariju je soigralka reče, ne, a ja, si že babica rekla, zaradi ene klobase moram pa celega prasca vzeti. Nekatere ženske, ki imajo en čudno odnos z očetom, pa farmo svin odprejo, ker se ne morejo brez moških živeti, ker je čudna zgodba z očetom bila. Torej, ženska želja po penisu se napaja in napaja žensko pohoto, se napaja iz 3., 4., 5. leta, ko deklica motri anatomijo genitalij. Fantje so pa tudi obsedeni s tem seksom, mimo zaljubljenosti, mimo ljubezni, zato ker motri anatomijo genitalij in spozna, da deklica nima lulčka, ampak tista mama je tako lepa in vse na deklici je lepo, razen mednožja. Mednožje je po Freudu za moškega grozljivo. In potem ta libidinalna strast, čustvena seksualna strast, torej ne toliko čustvena, seksualna strast, ki se razvija med puberteto, gravitira v 3. leto starosti in se zgradi na drugem fundamentu, na drugem miselnem otisu, ki je zalit z veliko libida, že pri 3-4 letih, in na tem fundamentu se zgradi pohota, strast. Zato, bi rekel, je to varanje, ne, če ni vezano s čustvi. Ni tako spolska stvar, da če se nekomu zgodi neko varanje pri 50 letih ali pa 40 ali pa 60 in se tam recimo dol da z neko, rekel, moški se lahko da z neznanko dol in je ves zadet s tem seksom, ampak ima pa red svojo ženo. Ampak tista strast, pa tisti seks z ženo je vreden 100 enot užitka, dobi pa tam neko seks bombo, je pa 10.000 enot užitka in je ful zadet, ampak ne ljubi, nima rad, niti ni zaljubljen v to nastavljavko ali pa tudi, rekel, prodajalko ljubezni. Ampak količina užitka, ki jo doživi moški, ko gre rekel, ne, banalno rečeno, v Kurbenhaus, je 100 enot užitka, z ženo je pa 10 enot, ne, 1:10, so mi tisti rekli, ki so šli takole v kurbarijo, ki je gor v Beljak, ne, 1:10 je užitek, ki ga moški doživi v seksu, ko gre z naključno seks bombo, doma ima pa ženo, ki jo ima rad, pa jo ljubi, jo ima rad, ko mrzo fižol čebulo, ne. Ki je enkrat rekla, a imaš ti mene kaj rad? Veš, da te imam. Je rekel, pa mrzo fižol čebulo tudi. Pufna je to rekel eni. Sem rekel, pufna, tole sem pa napisal, Bojan Sušnik. Skratka, zdaj malo sočno tudi povem, zato da boste ljudje vedeli, da zaradi varanja se ne gre na razen, strogo odsvetujem varanje. Ampak, če se zgodi v spletu okoliščin, če se moški da dol z neko žensko na ključnico, jo ne ljubi. Pri ženskah je pa zadeva malo drugačna. Ženska mora pa en mičken imeti pa rada tistega neznanca, ki ga vase sprejme, ker ona mora pa tam v sebe nekaj sprejeti, ampak je tudi tam pohota ključna. Ne toliko moški, ampak zdaj ta zamašitev, ne, zamašitev je tak vulgarni izraz, ko je ženska tam z nekim organom zamašena, do jajc in naprej, se je meša od užitka, ampak ta užitek nima veze z ljubeznijo. Zato so to 3 registri. Zaljubljenost, en register. Ljubezen, drug register, pohota, 3. register. Jaz upam, da sem tle malo zelo razložil te distinkcije. Ja, zdaj smo šla čez enih 10 različnih vprašanj, ne? Ja, sorry. Ja, bo šla najprej počasi, po vrsti.
Se pravi, deva najprej se vrniti nazaj k osnovi, ne? Pa dajva čist kratki odgovor. Koliko časa traja ljubezen kot kemijska reakcija v možganih? Dajva najprej to, pa potem vse ostalo. No, v Bundestagu, to je nemški parlament, so se ženske spomnile, da so znanstveniki dokazali, pa raziskave, da ta ljubezen traja par let. Pa je maksimalno 7 let. In da pol bi oni sprejeli zakon v Bundestagu v Nemčiji, da se grejo pari avtomatsko na razen. Ker so ugotovili, da se seks, torej da zaljubljenost po parih letih, najkasneje po 7 letih zbledi, mine in potem tudi seks postane, seks v zaljubljenem stanju je izjemno omamen, ampak tudi potem nek adrenalinski seks brez zaljubljenosti ful zadane. Ampak ta zaljubljenost pa seks mine pri 7 letih in je seks rutinski. Količina užitka z enim in isto partnerico po 7 letih zbledi in naj bi šli mi na razen. Mislim, te babe v Bundestagu niso vedele, da smo skupaj zaradi otrok, da je moralno prav, da smo skupaj, ker se otrokom meša od muke, ker se oči pa mami ločita. Največ, kar lahko naredimo za otroke, da se imamo starši med sabo radi, se spoštujemo. Če se kaj zalomi, se to otrokom skriva, ampak skupaj smo zaradi otrok. Se pravi, par let je seks adrenalinski, zaljubljenost par let traja, 1, 2, 3 leta, maksimalno 7 let. Ampak večinoma, po mojih izkušnjah, traja zaljubljenost 1 leto, pa 2 leti. Ampak potem se pa dva, ki sta skupaj, lahko začneta imeti rada, tako da se tej paradigmi imeti rada lahko reče pa ljubezen. Se pravi, zaljubljenost preide v ljubezen in potem ta dva, če ste imela ta privileg, da se oči pa mami imata rada, pa sta imela primarno družino normalno, se potem zaljubljenost prelevi v ljubezen in se imata lahko rada do konca svojih dni. Zato, ker sta se imela rada kot otroka, deklica z očetom svojim, do očetove smrti, če je bila čim poznejša, se pravi, bo imela moža rada celo življenje. Če pa oče zelo hitro umrl, pa na eni točki neha svojega moža kot naslednika očeta rada imeti. Deček pa ima rad svojo mamo, do pozne starosti jo ima rad in potem ima svojo ženo rad. Ne more imeti ljubice rad, ne more kar zamenjati žene z drugo. Ne, tisto, ki mu rodi otroka, tisto ima rad. Ampak zaljubljenost pač mine in se prelevi v tako imenovano ljubezen, seks pa postane rutinsko monoton, ni več 1000 enot užitka, ampak tam do 50 pride, ali pa 100 enot, kaj pa vem, malo banalno rečeno. Evo, to sem malo skrajšal, ampak sem sicer malo bolj še vseeno obsirno povedal. Okay. Ja, sej, dobro. Varanje, ne? Rekli ste, da varanje ni tako absurdno, kot se zdi, ne? Dajva malo opisati mogoče koncepte, te moderne, liberalistične, malo bolj odprta zveza, hookup culture, swinganje. To je zdaj, če dalje bo popularno. Ne glede še raz, v bistvu zasledija, sicer za ne vem, če to res, nisem šel preverjati, da se naj bi kao 30% parov v naslednjih par letih odločalo za odprte zveze oziroma swinganja. To dela račune brez krčmarja, ne računa, da se bo zgodilo ljubosumje. To je pa atomska bomba na 3 kubike. Zaradi ljubosumja se ne vara. Imam tisto načelo, ki ga povem na odru, fuk brez muk je utopija. Varanje z nekim fukom na ključem se že zgodi, ampak potem ne moreš to sanirati, ker tisti, ki si ga prevaral, ne more preboleti, da imaš ti nekoga raje, tako pač razmišlja. Zdaj, če ve, da ga nimaš rad, da je to zgolj nek seks v enem opitem stanju, da rad imaš pa to žensko, ampak vsem jo jezi, da se ti tam dol dal pa užival z neko drugo žensko, ali pa obratno, obratno je še hujše, koga pa spustila vase, enega neznanca, se pravi, kje v tisto luknjo, v katero jaz silim, pa še tisto, kar jaz ližem, pa tako naprej. Se pravi, ta zadeva se ful ponesrečeno zapelje v čustvovanje dveh, ki se jima zgodi varanje, zato jaz toplo priporočam, če se zgodi varanje v kakšnem veselem decembru ali pa kakšnih sindikalnih izletih, noč ima svojo moč, ne biti odkrit pa to povedati. Se zgodi, ne to prakticirati, ampak zaradi varanja ne gremo na razen in ne biti tako odkrit, ki je bil Billy Joel, pa napisal honesty, odkritost in
posluša prijatelj, honesti, pa gre pa svoj punc povedati, da je varu. Saj tih bo, ne, on si je olajšal dušo, to ga je žrlo, da je šel to punc povedati. Je pa zveza razpadla, ne, ker ona ni mogla živeti s tem, da imaš ti nekoga raje. Sej teh teoretskih detalov vsaka laična ženska ne ve in se ne da dopovedati, da sem bil pijan, da se je to zgodilo, da sploh nimam rad, sploh ne vem, kjera je. Ja, kakšen je bil pa seks? Neče razlagati, kak je bil, ker je bil boljši, ne? Mislim, to se pa hočejo vedeti, nič ne smete vedeti, manj veste, manj boli. Tako da to varanje, imamo pa mi dispozicijo za varanje, ne? Mi smo imeli kot dečki v otroštvu radi mamico, ki je bila od očeta, potem so bile pa sosedove deklice. Ok, tudi neka varuška je bila tam, stara mama, ne, če ima deček raj staro mamo kot svojo mamico, ker je skozi stara mama prisotna, mamica pa dela kariero. Potem si bo tip v fantaziji želel stare babe in to 20-30 let starejše in pol dobiš Makrona ali pa kaj tazga, recimo, ne. Se pravi, mi imamo dispozicije za varanje za to, recimo dečki za to, ker smo ob mamici imeli radi tudi sosedovo deklico. Zelo smo imeli radi in tistega ljubčka, ki smo deklici ukradli pri 5-6 letih, in ljubčka nismo dali na tak način, kot ljubčka mamici za lahko noč. Ne, ampak na bolj perverzen način. In določene seksualne prakse, Freud je napisal spis o težnji po ponižanju v seksualnem življenju moškega. On je razlagal, da določeni moški so doma impotentni, ko gre pa v bordel, mu pa 3 ure stoji. Recimo, z žensko, ki jo ima rad, ki je mamica njegovim otrokom, ne pusti niti fafat. Mafijski botri ne pstijo, ne vem zdaj, kako je z muslimani. Se pravi, tista usta, ki ljubijo mojega otroka, ne bojo oralne prakse meni počele. Ne. To so ene stvari in Freud je rekel, da imajo moški 100-200 let nazaj probleme s potentnostjo doma, ker so preveč enačili svojo ženo s svojo mamo in se je tabu incesta zgodil, pa impotentnost, erektilna disfunkcija, ampak z naključnico tam je bil pa fejst potenten. Ne. Zato, ker se mu uveljavil lik iz otroštva, ali to sosedova deklica, ali so sestre starejše. Vem, kolega je rekel, 3 ljubice imam, ob tem, da imam žensko. Sem rekel, ti smo pa 3 sestre. Ja, res, kako pa veš? Ja, zato imaš afiniteto do 3 ljubic. Pa mora pa lagati, pa zgodba inteligibilno zlaufa, moraš vsem lagati. Da sploh spelješ to, imaš pa pohoto tukaj veliko, ker imaš fundament za 3 ženske, ki si jih imel red kot deček in potem imaš 3 ljubice. Ne, varuška, sem šel na okroglo mizo teh karierističnih žensk, pa so rekli, da imajo njihovi otroci pač čez vikend njo, ampak čez teden imajo pa 2 varuške, eno zjutraj, eno popoldne, da ona lahko dela kariero. Sem pa rekel, veste, kaj ste vi svojemu sinu naredili? Tako, da bo imel ženo pa 2 ljubice. Ne samo eno, 2 bo imel, zato ima 2 varuške raje kot vas, ki vas ima samo ob vikendih. Ne, to so te ene stvari, prepovedana znanja, ki jih feminizem skriva, zato feministke so rade karieristične in otrokom dajo babico ali pa varuško in potem je nagnjen otrok k varanju. Ne. To so ene zakonitosti, ki jih Freud ni na tak način razložil, ampak jaz vem, da je to tako, zato ker imam na tisoče teh izpovedi in vem, da je to tako. Zdaj sem recimo mogoče to varanje malo nakazal, kako je. Pri fantku, deklice je isto, deklica ima tudi rada sosedovega dečka na drug način kot svojega očeta, pa recimo, da ima detka raje kot očeta, ker je bolj prisoten, oče pa skozi odsoten, ja, 30 let starejšega ljubimca boš imela, ko boš 20 let stara, ali pa 30, boš imela 60 let starega ljubimca, zato ker si imela detka raje kot svojega očeta. Ne, ali pa sosedov deček, falot, ne, in potem se sodelavec najdel ali pa tam nek fukvehter in mu kar klecne, zato ker ima fundament v psihi iz otroštva tak, da mu lahko klecne, ker jo nezavedno vleče v to paradigmo varanja. Evo tole. Ja, tu imamo za 2 stvari, ki lahko, ne. Eno je, zakaj samostojne ženske ne najdejo ljubezni, ne, se pravi tista podjetnica, ki ima doma otroka, pa samo čez vikend, ne. Druga je pa aplikacije za dejtanje, ne, ki bi lahko povezala z tem, kako se išče ljubezni, ne, ker
spet en podatek, no, ki ga spet nisem šel preverjati, ampak več kot 50% ljudi se tam danes poznava na spletnih aplikacijah in Tinder je dal pred sajtom ven eno zanimivo statistiko, to pa je bilo. Bom polinka v opise, če najdem še ta link. Da imajo ženske 7-krat večjo možnost, da jih nekdo lajka, kot pa moški, ne. Se pravi, tisti nekih, koliko je, 15%, 16% tipov, ne, dobi v bistvu vse ženske na teh spletnih aplikacijah, ne. Pa dajva najprej mogoče Deva postopova, samostojne ženske. zato, ker teh informacij toliko in potem padem not v trans, pa pozabim, kaj moram še povedati. Bom začel pri teh samostojnih podjetnicah, ki že imajo otroka. Zdaj te prvo rekel, zakaj so se kaj ločile, ker ta otrok bo zjeban. Brez fotra otrok ne bo normalen. Si na svoj način, ga nihče ne bo v red spravil, deklica bo imela okus, kdo je normalen moški, popolnoma porušek, ker ni dnevno založena, imela bo motnje hranjenja s pohvalami očeta. Ne. Te emancipiranke, ki imajo kariero, zelo so odsotne, imajo neke otroke, ne, zdaj bom pa sama, to zjebe otroke totalno. Ne da bi to vedele, ker informacija ne pride do njih, ne, pa Ločenka je nek podcast, ki sem ga jaz posnel, Ločenka, se mi javi, pove zgodbo, nimam te sreče, zakaj imam vedno to nesrečo, da naletim na takega moškega, ki po določenem času me zapusti. Ja, veš, že seks 10-krat proba, če si dobra, bo 20-krat probo, če si pa slaba, te pa takoj zapustil, ne. Če ne boš fafala, bež, da te ne vidim, ne, pa tako naprej. Če ti ne pride, če ne znaš tuliti ko zverina, zamena objekt želje. Moški, ko išče novo žensko za seks, jo išče za seks, ne za družinsko življenje. Načeloma je to tako. Zdaj pa ženske misli, nisem imela sreče s prvim možem, ki je bil preveč odsoten, pa me je varal, pa ne vem, to pa to delal, jaz pa to nisem imela rada, zdaj sem se pa odločila, da bom pa res zastavila neko družinsko življenje. Ja, dela račune brez krčmarja. Baba, če si stara 35 pa 40 let, ti si tam samo za pohoto. Moškim, zato da te ne tegne, ne pa zato, da bo s tabo živel. Kaj pa boš? Ja, mogoče ga tomu še prala, ne pa kuhala. Pa so pa seks monoton po enem letu že bil in potem bo varu, ker te rad pa ne more imeti, če nisi ti mamica njegovim otrokom. Te ne more dec rad imeti. Zato te ženske ne vejo. Dispozicija ima ženska, da bi imela dom, družino, otroke, pa zvestega moža, ki me bo imel rad, pa tako naprej. To gleda tam hollywoodske romance, romanca v Seattlu, tam hollywoodska, bi rekel, znanstvena fantastika. To ni tako, kot tam na filmu vidijo. Libidinalna zakonitost pač je taka, da tista ženska, ki tebi rodi otroka, če smo v normalno družino, njo imaš lahko rad in tudi seks je kakor tako v redu. Moški, ki se pa tam za kos posanega mesa ločijo, pa pride na novo ljubico, ki se ful dobro dol daje, ne. Ampak ta dober seks traja 3 mesece, potem pa rata impotenten, ne, pride k meni tip, kako, zdaj imam pa drugo, ne, zanj sva se 3 ure žgala, pa pride pa ta, s katero 3 mesece živi, zaradi katere je zapustil ženo, pa prav niti ostane mu ne več. Ja, se te tudi rad ne more imeti, če nisi mamica njegovim otrokom, ti si bila ljubica, zdaj sta pa mislila, da lahko skupaj živita, 3 mesece sta se 3-krat na dan žgala, oziroma 3-krat na dan. Prvi teden 3-krat na dan, pa enkrat na 14 dni, enkrat na mesec, pa mu pa še nič ne ostane. Ne, moškemu, ker moški išče samo dober seks po 40. letu. Ženska bi pa tam imela pa še neko družino, pa skupne hobije. Ja, buta sta stok, da ne veš, da se to ne da. Človek ni libidinalno, čustveno, seksualno tako narejen. In se zakalkulirajo, ker mislijo, da bo nova zgodba naredila z novim moškim. Ne bojo. Bod na tistem oplojevalcu, ki je oče tvojim otrokom, ne se lošči za prazen nič. Ne? Pa se tam nastavlja, pa še ima avto za 100.000 evrov, pa stanovanje lastno, pa doktorica. Ja, kjer te bo pa maro, če nimaš nemočnosti? Bež, da te ne vidim, ne? Ker boš ti poplačala, ne. Moški plača, ženska se podolži. Z dobrim seksom ali pa na poti domov mu ga pofafa. Sorry, to tako je. Zdaj pa jaz to vem, pridejo k meni ženske samske, nimam te sreče, ja gospa, če nimate nemočnosti. Ne? Moški išče samo seks,
Stara ste že toliko, da že ima družino pa 2 otroka, dokler bo seks dober, bo pri vami, bo seks monoton, se bo po 2 letih zgodil, bo šel. Ne? To so te zgodbe, ki jih načeloma laiki ne vejo. Tega tudi Freud na tak način ni vedel, ker takratna kultura je tudi taka bila, da sploh ni bilo varanja. Tam so se kakšne ločitve zgodile in enkrat je Freud rekel, ponavadi se pa zgodi, da z drugo žensko ali pa z drugim moškim pa ženska kar uspe normalno zaživeti. Sploh ni šel v detajle. Jaz sem pa 1000 zgodb na to temo, zato lahko malo več povem, da se ljudje zakalkulirajo v svojem laičnem razmišljanju in ne vedo, kakšne zakonitosti so. Jaz sem jih tukaj malo zelo nakazal, jaz sem na prvi del odgovoril, kaj še pol. Zdaj pa, če lahko to povežava z aplikacijami za zmenke, ne? Se pravi, to, ko iščejo novega partnerja, ko se zgodijo varanje, ne? Ja. Se verjetno po vsej verjetnosti, ne? Največkrat uporabljajo aplikacije za zmenke, ne? Ja. Pa če bi potem te aplikacije za zmenke povezala z njihovimi posledicami, ne? Zdaj te aplikacije, meni se te kolegice, ko gre malo narazen, tam psihologinja mi je povedala, da najboljše pa, ne vem kaj, Tinder, ali pa on Badu, pa tako ne, Fugbook niti ni toliko več. To se dobita, on laže, samski se imam službo, sem da do fuka pride, ne. Pa se pa izkaže, ime je spremenil, torej priimek, ime, status, da je sam, ženo ima naveličen, otroke, pa laže. Zato, da pride do dobrega seksa. In pa mi tam povejo te, pa so se pa dol dala, dober, še 3 ure me je, 10krat mi je prišel. Ja, mislim, to je ta pohota, ne, ki je tako mamna, to si daš heroin v žilo, ti si zadet, kot da bi 10 milijonov evrov dobil na lotu. Toliko so moški, ki ne vejo, koliko so od tega zadeti, pa jim pa zakon razpade. In oni načeloma, ok, se grejo dol dat, ampak nekateri pa mislijo, ta se pa dobro dol daje, bom pa jaz ženo pustil, ker je tle bolj lušen. Ne računa pa, da čez 3 mesece bo seks monoton, kot je ženo, a pa čez pol leta. Ljudje, ki so skusili to malo imenovano seks, ko so določene ženske različno dobro dol dajejo. Nekatere so tam vse zadržane, nekatere pa tam podivjana kobila, ki jo ne moreš, to toliko zverina. Tako dobiš, se ti zasukne od užitka. In oni ne vejo, da je to samo seks, da je ne moreš imeti rad, tako kot imaš ženo, ki ti 2 ali pa 3 otroke rodila. Nepripravljeni so, si da heroin v žilo in ne ve, da bo narkoman ratu. Pa eno zamena, drugo pa je pa odvisno od tega. In pa nekateri hodijo tam gor v Beljak, gor na tiste kurbe, pa eno plačo gor psti v enem tednu, pa kredit vzame. Sploh ne vejo, s čem se igrajo. To se igrajo z eno veliko omamno drogo, ki je hujša kot heroin. Zbavam, če tisti, ki so mamljeni, to se ne piše dobro. Imam zgodbe, ki so prišli k meni, koliko so zasvojeni študentkami, ne, sem rekel, ne se špilati na to temo. Ne se špilati, zato ker jaz vem, kako deluje Nadjas, kako moralna razsodnost deluje. Pa ugotovim, da ga je kap zadela, ne. Srčni infarkt pred družino pa 3 otrokam. Ne se na to temo igrati. Zato, ker psiha ima določene zakonitosti, zdaj kdorkoli, ali mati narava, ali Bog, nas je tako naredil, da ne moramo mi samo po diktatu užitka živeti, ne. En seks je en velik užitek, ampak moramo tudi neko lojalnost imeti. Neko, rekel, strategijo preživetja, kjer ne boš ti otroke pa ženo rano s tem, da boš rekel, zdaj imam pa jaz tebe dost, imam jaz tam 2-3 ljubice, imam jaz ti straj. Pa so pa te novodobni kanali, pa biznis, pa reklame, milijonske industrije se vrtijo okrog teh porno strani, oziroma zdaj OnlyFans, prostitucija, ali pa te Fugbook vroče linije. To, ko enkrat to spoznajo, so tako mamni, da si jih heroin šopajo not v žilo in jim se čist neumni ratajo, izgubijo življenjski kompas, bankrotirajo, jemljajo kredite za kurbe, namesto da bi vzel kredit za to, da te šli smučati, pa tako naprej. A lahko samo naredimo tu eno primerjavo, recimo čist hipotetično, kaj je bilo boljše, da mož pa žena furata odprto zvezo, ali boljše, da se dogajajo te za kulisje, se pravi, da potem hodiš na ljubeznjo. Kaj je boljše? Nič od tega. Bod na briketih, ne tako po srnici hoditi. To jaz rečem na razočarani gospodini pri seksologu, ki je zelo poučna, zato ker je ta načelo fuk brez muk utopija, to fejs drži, ne. Boljše imeti odprto zvezo. Ja, kako je misliš,
tam je tam nek Jan Krojcer, ne, ta lepo uno svojo tjašo posoja drugim, on pa druge poriva. Pa to je patologija, to so psihopatske rešitve. Človeška rasa ni tako narejena, da ti bo ena ženska, ki ti rodi otroka, ne, tebi ni več v užitek, ne, in greš na drugo, ja, ta si bo noga, ti pa zbrala. Kako boš zdaj ti gledal, da ti mamica, ali pa kako bo otroci, sinovi gledali, da pride nek neznanec in te tem tisto mamico natepava, ti pa še poslušaš. Pa to ga boš ubil, oziroma postaneš nacionalist, patološki domoljub, ker si enemu stricu tam ne da zadovoljil. Videl si, kako ti mamico porivu. Kje pa foter bil, vzela ga magla, se je pa tam korbal z drugimi. To je vse narobe z otroci pol. Pa starši, ne, ostareli moški vidijo, da so zajebali, da imajo zajebane otroke. Vid mamica, da si ne spoštuje njo. Ja, mami, če se pa 10 tipi dol dajala vsak teden, kako te bom zdaj spoštoval? To učinkuje na otroke, zato pravim, biti recimo zvest, pa da se imata dva rada, pa ne podlegati skušnjavi, ne eti na srnice, ne imeti odprte, absolutno ne imeti odprte zveze, ker jaz ne vem, kje človek lahko prebavi, da imaš tisto, ki jo imaš rad, jo ljubčkaš, a pa te pa en drug poriva, to moraš biti tako ljubosum, da ga greš ubiti, mu gobce razbiješ. To je ta pravo testosteronsko čustvovanje pravega moškega. Sem pravi moški, so šli tam gor, v Kurtenhaus smo pa organi vstal, peš fotru čestita, da te vest tok peče, da tisto ženo, ki jo imaš rad, nisi šel prevarati, kaj tam je na seks bomba blak, se ti zasukli, če jo sam pogledaš, kaj šele, da se dol daš. Zato, ki imaš tokrat te vest peče, fotru pet čestitat. Fotr, vest me je tok pekla, da mi tale hidraulika ni delala. Ne? Se pravi, nič od tega, ne odprta zveza, ne ljubice na skrivaj, ampak bod tam na briketih, pa mej sublimiri, mej ženo, pa si ga drki na porniče, pa seks mej na 3 tedne enkrat. Sorry. Kaj pa recimo mladi, ne, se pravi, govorijo o ljudeh tam od 19 do 30, ne, to študentsko obdobje. Največ žensk v zgodovini človeštva, ki so stari 30 let, nimajo otroka, ne, se pravi tam cirka 50%, ne. Kaj je boljše za mlade, ne, da se grejo od te hookup culture, ne, ki je zdaj popularno, se pravi od 19 do 30, ne, to so študenti, ne, recimo, ne, čeprav niso že, ampak recimo ta študentska leta mlada. Ali je boljše, da se grejo hookup culture, ali je boljše, da delajo na kvalitetnih odnosih za naprej? Odvisno, kakšno primarno družino imajo. Ne? Določeni fantje so imeli ful normalno primarno družino in so se zdivjali. To je nategnil pa 3 na dan ali pa 3 na teden. Se je na seksu pa je pa hotel imeti pa eno, ki jo imam red, pa da mi rodi otroka in ono tem se mu nastavlja tudi vitne. Zato, ker je svoje skozdal, ampak je imel tip družine tak, pa tak, pa tak. In se poklapi, da pa, ko enkrat postanem odrasel, kar pomeni, da se mi je otroštvo vrnilo, po diktatu otroštva, v otroštvu sem imel pa normalno primarno družino, se lepo dobro obnašaš. Nekdo, ki ima ločene starše, ki, ne vem, je to pa to zgodbo z očetom imel, mama ga je na tak način srala, pa babico sem imel raje, pa tako naprej. Ne, pa bo ugotovil pa recimo pri 15, 18 letih, 20, da se stare babe dober dol daje, ker une zelenke še ne znajo, una 30, 35 letna, te pa znajo, una pa še ne upa ga prijetne. Zato, ker imel babico raje in potem se čisto zavozlajo, ker so si dali duška. Ali pa da gledajo porniče cele dneve. To so čisto deformirane psihe pri 30 letih. Ne? Hmen pridejo. Ja, koga pa je? A brez Viagre mi ne ostane. Ja, kdaj pa si ga zdrkati začel pri 8 letih, mi je foter kupil tablico in sem porniče gledal. Foter, kak botel pa si? Ne? Zato spolna vzgoja ne sme biti intenzivna, jo absolutno, rekel, intenzivna sploh ne sme biti. Porniči so izjemno škodljivi, prehiter sex life. Tele, ne vem, punce, vam tam imajo neke probleme z motnjami hranjenja, 8. 9. razred, ne, mislim, to ima sex life, to porniče snemajo, si koja si zmešana, še do konca nisi zrasla, Joška ima še otroče, ti se pa že dol daješ, ne to delati, ker ti bo že cel življenje, ne to delati. Ali pa fanti začnejo prehiter porniče gledati, pri 20 mu niti ne ostane več. Zato, ker si je željo si je uničil, ker je tisto željo, ki bi mogel realizirati po 40. letu, je on realiziral po 16 letih.
sporniči, pa z nekimi psihopatskimi variantami seksa med sabo, pa ne vem, tam neke orgije se grejo. To popolnoma zaznamujejo duševnost, ki se ne morejo rehabilitirati pri 25-30 letih. Star 35 let pa mora z Viagro seksati, pa tako naprej. To so stvari, ki jih jaz vem, da se dogaja. Freud ni imel pojma o tem, ni bilo ne Viagra, ne promiskuitetnosti, ampak jaz vem, da tisti, ki imajo seksualne probleme, psihoanaliza je pa vedel o seksualnosti in pridejo k meni. Ko jaz vem, sex life do takrat, ki je bil, kak je bil, sem rekel, tebe se ne da realizirati. 5-2 leto samostan, da sploh vidiš, kaj je to, da nisi v seksa, pa probi, če ti bo psiha začela nazaj špilati po diktatu tvoje dovolj dobre primarne družine. Ker to, kar si ti imel kot sex life od 15 do 20 leta, je absurdno, tega ne bi smel imeti. In se zakalkulirajo, ker so mediji oziroma svetovni splet, ta seksualna energija, vsa ta pornografija, vroče linije, to tok napada in ko ti probaš ta heroin v žilo tok zadet in potem te otroci, ko to skusijo, ali pa mladenke, to se ne naglihajo. Zato pravim, otrok ima mamico, nima mamico pa 100 varušk, ki ga imajo rade tako mamica. Tisti, ki imajo, recimo, nima mamice, 3 tetice, pa si Jan Krojcer, pa posvojaš svojo babo, drugim ti pa druge porivaš. Ali pa en drug pride k meni, dajte vi moj povedati, da ne bom jaz uspel z njo živeti, zato ker mi je mamica umrla, ko sem 1 leto star. Jaz rekel, ti pa res ne moš, ja, dajte vi njej povedati teoretsko, jaz sem to povedal, pa ona še kar hoče. Ja, ko dojenček je izgubil mamico, on ne more imeti nobene zveze z nobeno žensko, ker ni bil deležen mamice. Ljudje pa imamo, če so ženske normalne, predane svojemu otroku, dečku, imamo to popotnico, da je najbolj pravilno, če se ne vara, če si zaljubljen, ok, imaš eno, pa tisto poročiš, pa imaš z njo otroka, pa si srečen, nimaš nihanj. In si tudi imun na skušnjave, ker danes je pa težko biti imun na skušnjave, če imaš 100 tistih porno strani, pa OnlyFans, pa ne vem kaj še vroče linije, pa Tinder, pa Badu, pa tu, pa ne vem kaj še imajo. In potem ti enkrat to probaš, si dezorientiran. Zato pravim, ta seksualnost je tako nevarna, spolska, da če se zgodi mladim hiper zgodba, se jim naslednjih 50 let življenja ful zavozla. Imajo vse narobe, pa vidijo tisti otroci, ki jih ima toliko radi, so čisto zabluzili. Ja, ker če starša sta zabluzila, ne? Mi pa starši ne bomo zabluzili, če se ne bomo zadevali s to seksualnostjo v stratosfero. Sej ljubice, libidinalne terapeutke za dušo in telo so dobrodošle, če imaš eno pretegnjeno babo, ki te nima rada. In pa moraš imeti ljubico zato, da ti ohranja zakon, zato da zdržiš, da ne umreš od žalosti. Imaš ljubico zato, ker imaš pretegnjeno babo, lahko prenašaš. Ampak nekateri imajo ljubice, ki ima zvesto ženo, dobro mamico, vse. A skušnjava me je izdala. Ja, fotra ni smel, da bi ti rekel, kaj se sme, pa kaj se ne sme. Ok, zdaj sem malo širok tole povedal. Ja, En segment nisem mogoče povedal, kako imajo ženske 7-krat več možnosti. kot fantje, Ja, da dobijo zato, par, ne? ja. 14% je možnosti, Fantje imajo aktivne genitalije. Moralna dolžnost fantov je, da fehtajo. Ne? Se pravi, meni pride, ženske nimam fanta. Jako pa čem, jaz tukaj naredim se rdeča, sem žnable, imam rdeče štikle, dekolte, push-up, nohte, ringelčke, ne? Vse seksualne so atributi seksualnosti. Jaz drugače kot tam lepa ne morem biti. Jaz ne morem tam lajati. On ima, da pride, jaz sem lepa, jaz ga čakam, da me bo ogovoril. Zdaj pa spi flašo pira, pa en viski, če jaz imej koražo, pet me fehtati. Jaz se bom pa malo branila, ali se pa ne bom branila. Zdaj, moški morajo fehtati, ženska pa tam čaka, ali pride. In določene ženske so zbirčne, moraš imeti že Ferrarija, moraš biti car, moraš imeti denar. Današnja kultura je, da moški nimajo toliko denarja in pa zbiraš tiste kovance, da je še eno kavico. Jaz bi pa viski pa predrag, pa lačen sem tudi. To pa že nimam, ne? Pa si ga pa raj drka, pa porniče gleda. Moški
Moški ima možnost defekta, ženska pa samo soglaša in te ženske lahko ponudima 7, enemu pa reče, ne? Ali pa 10 jih pride, enega, z enem so ta don dol dala, drugič ima pa še 2 tam v stand-byu, če ta no dobro še una imela. Jasno je in pravilno je, da tako. Tako kot je semenčič, milijone semenčic, pa ena jajčica. Moški so tam zato, da fehtajo, ona pa reče ja ali pa ne. Tako to je. To je pravilno. Zdaj je bilo popularno ne pomeni ne. Mi smo se že sicer o tem enkrat pogovarjala, tudi v drugih podcastih, ampak a je ne dejansko pomeni ne, ker ste prej tudi rekli, ne? On mora priti, on mora fehtati, on se pa mora malo upirati. Ja. Koliko je ta ne dejansko ne? Ta 8. marec je tako zabluzil, ta Nika Kovač pojma nima, pa vse tiste njene frčefele, pa tisti Luli Buci, ki so v tistem inštitutu 8. marec. Samo ja je ja. Je pravilna dikcija, ne samo ne je ne. Samo ja je zdaj uzakonjeno, v resnici bi pa mogli biti ne je ne. Če reče ne, si ga drka še naprej. Če se reče raj ne, nadaljuješ, probaš, če se da, in žensko se da pregovoriti. Če si spretna na besedi, če jo malo napiješ. Ampak ta perverzija, da polk jo ti omehčaš, ko jo lahko rukneš, ne, ki jo položiš, ona tulko zverina, ker je lušen, drug dan ti pa rekla, nisem rekla ja, zdaj gremo pa na tožbo, boš pa ti tam šel rest, ker si me posilil. Nisem te posilil, nisi se upirala, nisem rekla ja. Pa kje še videl babo, da ti ja rekla, ne? Mislim, to so ideološke fore teh novodobnih podmladkov feminizma, ki so to dosegli. Načeloma se ženska ne sme predati, ker ima status lahke, ampak se upira. Nikoli pa nima suvereno v glavi, ne bom mu dala, ne, ker so meni rekli, sem šla k njem s popolnim prepričanjem, da se ne bom dol dala. Ali pa me pa prepričal. In sem se dala, sem privolila, ne, in mi je bilo drug dan žal, ampak ni bila tako perverzna, da šla na policijo, pa rekla, nisem rekla ja. Ja, ne, pa tudi nisi rekla, ne, tako da ta zakonodaja je popolnoma zgrešena. Moški mora fehtati, žensko se da pregovoriti, ne smeš jo posiliti. Ne smeš jo posiliti, lahko jo pregovoriš. Zdaj imam eno, ki je rekla, zdaj imam pa tipa, ki bi bil kar za par, ampak sva šla k meni, pa sva se lepo tam in zdaj sem se začela kar sama slačiti. Je rekel, ne. Si kva? Ubit hudiča. Je rekel, bova drugič. Kako bova drugič? Imam posebno presenečenje zate. Kakšno presenečenje? In pol namigne da ima BDSM, da bo tam vezu za ketne pa nekam obesil. Si rekel, ne je na to, boh ve, kaj bo še 3 prijatelje, pa se bojo življali na tabo. Ne to delati. Ja, on je rekel, kakor bo enkrat on naslednjič bil pripravljen, te bo zrajcu tok, da boš čist hotna in pa to zvezo, ti bo pasel, pa bo pa še 3 prijatelji in boš kar pristala, ker boš tuk zadeta s pohoto in ne boš niti ne rekla, ampak ti bo kar pasel, ko bo še 3 prijatelji in boš 3 dni vesela tam na ketnah, pa se bojo življali Christian Grey na tebe. Se pravi, določeni moški imajo določene stvari za bregom in potem žensko pripravi, da gre v neko erotiko in potem ji opere možgane, ženska je sugestibilna, če si una šla roko odžagaš, pa tudi eno pripravo, da se lahko pošiješ v usta ali pa posedeš na glavo, ker imajo mnogi, ki imajo zamero do mame, tudi seksualno fantazijo in pa ženska tam pristane, no pa sedej. Pa se pa spomne, na kaj je pristala, to ni bila vaša želja, to vam je on sugeriral, vi ste pa še sugestibilni, ker ko delava s hipnozo, vidim, da tako jo pobere, ne. Potem je pa v seksualnem aktu pripravil do čisto vsega. Ker ko si, ne maram analnega seksa, ker solze mi tečejo. Pa ti pa vprašam, jo, to je vse, seks bomba, to analni seks vse. Ja, ti butlas, ti vedel, da ona joka pri tem, ki ti sugeriraš. Ja, pa kar pristanem, boli me, ne paše mi. Ja, gospa, mlada dama, gospodična, sugestibilni ste, zato ker sva mi da delala s hipnozo, tako da sem naredil, pa več ni bilo več. Kar pomeni, da ta seksualni fuck friend vas bo pripravil na čisto vse, zato ker ste sugestibilni. To so ene stvari, ene detalji, ki v teoriji morajo biti omenjen, mislim, vse so, ali so poredko, ali so pogosto, teoretsko, ko se mi dva pogovarjamo, evo, sem še tole izpostavil. Zdaj, ko so omenili na BDSM, bi samo moče to 10. vprašanje. Obstajajo nadomestki človeške
ljubezni, naprimer prostitucija, lutke, igračke. Evo, ljubezni, tako imenovane ljubezni. Zdaj, tukaj ni nič ljubezni, ne? Tukaj je, je ljubezen v smislu človek, ki ni ljubljen, ne? Ni seksualno izživet, potem tale, ki je na brodolomu, Tom Hanks, ko je bil, je imel tisto odbojkarsko žogo Wilson. In s tistim Wilsonom se pogovarjal, ne vem, 2 let. Žogo je imel za človeka, ker človek je socialno bitje, ker celo kot otroštvo si deležen socialnega okolja. Očka, mamice, sorojencev, bratov, sester in okolice. In si socialno imaš bitje. In temeljni imperativ, vesoljni imperativ je biti ljubljen. Moraš biti ljubljen, moški ima večjo potrebo, da ljubi, ženska ima potrebo, da je ljubljena, moški pa rab muzo za to, da njo ljubi. Tle so razliko, mogoče potem še rekel. In potem toliko preskakujem v teh mislih, da potem malo rdečo nit zgubim. Ja, ta socialni, te nadomestki, ne. Zdaj so lutke toliko lepe, da so določeni ljudje, ta Wilson je bil žoga. To ima toliko lepe lutke, so ne vem koliko, to je ful velika industrija. To je ko živa. Realistične so. Realistične, to so zaljubljeni. Pa se pa poroči z lutko. Nekateri se poroči, ženska se je poročila s psom ali pa s ponijem, ker ima občutek, da je ljubljen. Hišni ljubljenčki so ljubljeni. Jaz sem Lokija, tam ima vedno rad, vedno me ima rad. Sem določene ženske, imajo pa tudi kužke. Sam ta kužek ima poredni jeziček, pa malo nutele da gor, pa še liže. Imam izpovedi na to temo. Ne? Človek mora biti ljubljen. In zdaj, če ne ljubljen, ima pa neke nadomestke v smislu neke iluzije in ljubezni in pohote. Ne? Če nimaš pohote realizirane, imaš pa tisto lutko, ali pa greš na prostitutke, ker imaš iluzijo, ne? Ti njej plačaš, če si butas, ne plačaš, in ona hlini, da te ima rada, pa da uživa. Hej, ona trpi, ona čaka, da už ti plača, v resnici pa trpi. Ker imam tudi s prostitutkami, jaz določene terapije, določene prostitutke ne trpijo v svojem poslu in je najbolj nadležno, če začne uživati. In potem imam priljubljene stranke, ki jim ni treba več plačevati, ker se zaljubi prostitutka v stranko. Ne? Zato, ker imperativ biti ljubljen, pa tudi ljubiti. Ne? Določeni moški hodijo na prostitutke samo zato, da lahko boža tisto lepoto. Sploh nič ne zahteva. Boža jo gleda, ker so toliko zadet s tisto mamico in nima ženske in potem tisto plača zato, da jo gleda, da jo boža, da ona malo igra. In on dobi eno zadoščenje. V bistvu sam se plaže. Zato, ker je deficit v tem protokolu prijemanja ljubezni. Ne? Zato so vse ti nadomestki. Ko pa ljubezen do drugih stvari, pa aktivnosti, ne, naprimer šport, avto, smo že prej omenili. To je afiniteta, to ni ljubezen. Zato pravim, da je aktualna v psihoanalizi libidinalna ekonomija. Se pravi, psihično energijo investiraš v nek hobi in rad hodiš v hribe in imaš rad šport. Hoja v hribe ima simbolno strukturo, da greš ti ali tisti, ki hodijo kje v Himalajo, pa gor življenja pustijo. Oni imajo na nezavedno simbolni ravni, to je ta kvantna psihoanaliza, iluzijo, da iščejo mamo in grejo mamo v Himalajo iskat. Jaz sem Humarju, ko je še živel, rekel, da mame ne boš gor najdu. Brez veze, da rineš kaj v tist Daulagiri, pa Nanga Parbat. To so naši nezavedni procesi, te vlečeš, si vesel, sem zaljubljen v gore. Ne, v materino ljubezen, ki jo nisi dobil, si zaljubljen, pa jo greš pa iskat v goro, ali pa grem na očaka. Ja, oče te ni spoštoval in potem rineš kaj gor v goro, da boš premagal goro ali pa očak. Ma simbolno zastopstvo enega od staršev pri teh alpinistih. Pa tam še glih zdajle Haris Hatič, Nejc Zaplotnik je umrl. Ja, če bi šel na psihoterapijo, ti ne bilo treba gor v Himalajo lest, pa si pa umrl. Če bi šel na psihoterapijo, bi on še živel, ne pa da si tam umrl v Himalaji. Se pravi, mi imamo radi tudi, recimo Košarko, Zele Dončić, pa tako naprej, se identificiramo z njim, ne, on je senzacija svetovna, zasenčil se, ali pa recimo Jokić, ki je tudi Belc, pa iz naših krajev, tako rekoč, ne, se identificiraš, ampak na eni točki, ne, oni zmagujejo
in se identificira z zmagovalcem, onstran zmagovalca ali pa afinitete do zmagovalca, do zmagovanja je pa tvoj imperativ, da bi očeta premagal in si končno prilastil mamica, ki je sicer od očeta. Želja po zmagati v športu je želja po kastrirati očeta, pa upirati se očetovi tendenci kastracije, ko te umakne od dostopa do mamice. In ti imaš tam veliko željo, da bi prišel do mamice, foter pa spis to tvojo mamico. In pa imaš ti tam atomsko bombo, da bi rad zmagal. In pa ljubim šport. Kak šport ti ljubiš? Ljubiš svojo mamo, ker je mamica od očeta, imaš pa neke ženske, pa si ful zadet, ko lahko tekmuješ, ko lahko zmaguješ. Imaš libidinalno investicijo v protokol zmagovanja, borbe. Agon je to starogrški izraz. To je afiniteta, to ni ljubezen do športa, ljubezen do avtomobilov. Pa imaš pa rdeč Ferrari. Ferrari, avto je simbol moškega spolnega organa. Kastracijska bojazen ti na nezavedni ravni naredi neke procese in ti kar naenkrat, ali imaš tam Harley Davidson ali pa Ferrari, rdečga. Organ je prekrvavljen, rdeč. Ali pa ženske imajo rada rdeče štikle. Sem zaljubljena v rdeče štikle. Ali pa sem obseden s Ferrarijem. Imam ljubezen do avtomobilov. Kakva ljubezen do avtomobilov? Eskimi imajo izraz za sneg 200 izrazov. Za črnce tam v Afriki sneg na Kilimadžaru. Sneg je sneg, kamor ga obrneš. Eskimi imajo 200 izrazov za sneg. Mi bi morali imeti 200 izrazov za ljubezen. Ta osnova je ta otrok mamica, potem so pa nasledniki te ljubezni otrok mamica, moški ženska, vse ostalo ljubezen do domovine, domoljubje. Domovina je simbol mame, recimo, pa tako naprej. Ne smemo reči ljubezen do domovine. Mi imamo radi svojo domovino, radi imamo tudi mamo, ampak mi nimamo drugih besed in potem izrabljamo koncept ljubezni ali pa termin ljubezen za vse živo. Ni res, ne bi smeli, mi bi mogli nove besede izumiti, zato da bi, recimo, domoljubje, je že ena, ni ljubezen do domoljubje, ali pa ljubezen do avtomobilov. Rad imamo avtomobile, me ful vzburjajo, zato ker na nezavedni ravni je v zadju kastracijska bojazen, recimo. V to smer bi se dali tako freudovsko razpravljati. Ta ljubezen do domovine se pa lahko tudi ful hitro prekorači v nacionalizem. Ja, to je pa patološko, zato ker je, patološko domoljubje. In to sem razlagal Andreju Šišku, pa njegovi mami, ki me je klicala, foter je bil gastarbajter, ni bilo fotra in tisto mamico skozi smel, dokler ni tujec, prši nazaj, to mal biš v svojo sobico, mamica je moja. To mal pa gleda, kdo si pa ti? Jaz sem tvoj oče. 3 mesece gor po Švabskem ga ni bilo, ta mal je navajen na mamico. In pa pride tujec imenovan oče ali pa materini ljubimci. Tiste samske ženske, ki so imele, recimo, eklatanten primer je Breivik, norveški nacionalist, ki je pobil tok pa tok teh ne tujcev, ampak otrok politikov laboristične vlade, ker so omogočili, da je Norveško okupiralo preveč tujcev. Tujci imajo simbolno zastopstvo materinih ljubimcev, na katere je bil mali Anders Breivik alergičen. Ko je mamica, oče se je odselil k drugi ženski in so k mamici prihajali ljubimci ali pa eden. In potem je jezen, da en tujec ga ima mami raja, ki z njim spi, kot mene. In potem postane nacionalist, patološki nacionalist in potem z agresijo brani, slovensko mejo ali pa državne meje. Država je simbol mame, pa simbol življenja v družini. In potem pa pridejo tujci v državo in pa se ti patološko meša. Zaradi materinih ljubimcev. Sorry, to je v ozadju. Psihoanalitično gledano nedokazljivo, ampak teoretski psihoanalitični diskus pač gre v to smer. Vse ta stvar se pa tudi potem veže ljubezen do moči, ki se pa spet poveže z ljubezen do denarja, z neko potrebo pomoči. To ni te prav ime ljubezen do denarja. Denar ima simbolno zastopstvo dreka, je prva imovina, s katero mali sralec trguje in dobi materino ljubezen, tam pa je ljubezen, ampak on daje drek v kahlico, mamica je pa navdušena in mali sralec čuti, da ga ima mamica rada, če se ji pokaka v kahlico.
Se pravi, in potem imaš ljubezen do denarja. Denar je tudi na drugi ravni simbol moškega spolnega organa. Moški ima dajajoče genitalije in ti imaš, da zajakuliraš denar v družino, ženski, da noge narazen, ti zajakuliraš denar in se lahko dol daješ in jo imaš in si njen, oziroma te sprejme, ker ji daš denar. Imaš dajajoče genitalije, ženska ima sprejemajoče genitalije. Se pravi, denar, ki, ne, moški ljubijo denar, tudi ženske ljubijo denar, ne. Samo ženske ljubijo moški denar. Feministke ljubijo svoj denar. Ga niti od moškega noče, zaradi zavidanja penisa. Denar je tudi simbol penisa oziroma ejakulacije sperme. Ne? Se pravi, ženska zaradi zavidanja penisa, feministke, bi rada imela svoj denar. Ga noče niti od moškega sprejeti. Feminilne ženske, to so pa potrošačice, to moš pa imeti denar, samo da jo pogledaš. Ne? Denar je simbol moškega spolnega organa in simbol dreka. Ima ženska poseben tip afinitete, ne ljubezni do denarja. Moški ima pa tudi zelo radi denar, ne, zato ker dolžniški odnos pri ženski lahko doseže, ampak to ni ljubezen do denarja. To ljubezen, ne, je treba dati pod narekovaje, jaz ne izrabljam termina ljubezen, ampak dajem to, če pišem, celo pod narekovaje. Ja, zdaj imamo še dva segmenta, ne. Eno so oploditve, drugo je pa arhetip ljudi, ki se zaljubijo, pa potem bolečine pri razvezi. Pa to, ne? Dajmo tele oploditve. Rasa Homo sapiens se ni ohranila 100 000 let, odkar recimo bi rekli, da obstaja, prej so bili človeku podobne opice, ampak rasa Homo sapiens obstaja zaradi tega, ker je seks v užitek. In ker niso imeli kontracepcije. Niso se pa mogli, predvsem moški, upreti pohoti. Ampak tudi ženske se niso znale upreti pohoti. To ni zdaj v ozadju želja po otroku. Ampak je imperativ uživati v seksu tako markanten. Moški tako uživa, ko si lahko v seksu lasti žensko in vse obline in mu je tako prijetno in genitalni orgazem je in sploh. Ženska pa tudi. Ženska lahko celo zanosi brez orgazma. Ne? Sam ženska, ko pa enkrat dobi pa organ vase, če je psihično normalna, če je imela normalno zgodbo s svojim očetom, potem je blažena, ko je zamašena z organom več. Ki ga nima, ga dobi od moškega, se je zasukne. Če pa doživi, če ima ta privilegij, da doživi še genitalni koitusni orgazem, to se je pa tako zasukne v glav, da ne more nehati. Ko bi, ojej, a boš umaknil, bom, on je pa ne umakne, ne? Ona ne more umakniti, ker nadjaz ni tako močen pri ženski, pri katerih moških je, pa enkrat spusti noter pa aparata, varne dni, joj, se je zakalkuliralo, zdaj sem pa noseča, nimam 3 mesece menstruacije. Se pravi, rasa Homo sapiens se je ohranila zato, ker je seks tako lušen, ne zato, ker so ljudje planirali, da bo imeli potomce. Še tisti, ki imajo preveč otrok, jih imajo preveč zato, ker ne morejo sredi seksa nehati, ker je seks tako lušen in za žensko in za moškega. Evo, to sem zdaj ta del povedal. Še on drugi del. Ja, ne, ta prvi del še še mogoče. Zdaj smo povedali, kako ljubezenski odnos vpliva na kvaliteto in kvantiteto oploditev, ne? Se pravi, načeloma bolj se imate dva rada, več je tega, ne? Več je oplojenih potomcev in s tem se mogoče statistično še tole rečem. Visoki moški so statistično gledan prej v poziciji, da lahko oplojujejo. Ženska rabi tipa, ki jo bo zavaroval, ne? In visoka telesna višina ženski daje varnost in se dol dajo z visokimi moškimi. Oni pritlikavci bolj ne širijo svojih genov toliko lahko tem ženskam, ker jih nočejo imeti. On hoče deca imeti, ki jo bo zavaroval. Visoki moški imajo več potomcev. Tole sem že mimogrede o teh potomcih. To je v bistvu že izbira potem. Se pravi, to je tisti 16%, kjer ženske potem izbirajo, ne? To so se prej pogovarjali pri teh dating aplikacijah, ne? Zdaj, če so že pri teh oploditvah, zakon o umetnih oploditvah. Ja, to je zdaj poraz, ne, poraz. Zdaj,
tisti, ki imamo srce na levi. Lahko nasedeš tam neki ideologiji, LGBT, feminist, to so pajdaši med sabo. Ne? Par dni nazaj sem bil z Igorjem Lukšičem v Ura resnice. Minister je bil in so imeli spolno vzgojo in je samo povedal dikcijo, da plod ljubezni med moškim in žensko je otrok. In je treba biti previden, da otroci ne bojo imeli otrokov, je treba valno spolnost imeti. LGBT scena je znorela. Igor Lukšič je bil predsednik SD-ja, pa minister je bil. In so znoreli zaradi ideologije. Ta woke ideologija, feminizem, transi, pa LGBT, se pravi geji, lezbike, to so popolnoma ausglajzali. Nobene kmečke pameti nimajo. Ok, kmečke pameti. Zdaj pa skozi psihoanalizo. Je pač treba vedeti, da je otrok za razvoj mentalnega zdravja. Rabi moškega očeta in žensko mamo, zato da razreši ta fundament za razvoj mentalne trdnosti in je tudi to fundament psihoanalize, to je pa Oedipov kompleks. Inherentni del Oedipovega kompleksa je kastracijski kompleks, se pravi mišljenje, anatomija genitalij. Otrok mora v družinskem miljeju biti deležen, deklica na svoj način, deček na svoj način, vaginalnega bitja imenovanega mama in penisnega bitja imenovan oče. In ta dva, očka in mamica, se med sabo imata rada, tako zelo se imata rada, da se ne mora ta opirati lastni pohoti, se seksualno združita, imata prokreativne sposobnosti, nastane otrok. In ta otrok, ko raste v primarni družini, z nežno, feminilno, nekarieristično mamico in normalnim očetom, se pravi faličnim, testosteronskim, pravičnim, zaščitniškim, unim, ki zajakulira denar in sistem mu mora omogočiti. Družbeni, državni sistem v družbi mora omogočiti, da moški zajakulira denar v družino, ženska ga zapravlja. In ko je otrok deležen teh dveh popolnoma različnih staršev, se mu razvije moralna trdnost. Torej moškemu, sinu, kot dečku, pozneje kot moškemu, moralna trdnost in psihična trdnost. In prav tako deklici, ki bo videla očeta, ki ščiti mamico, ki bi videla to mamico, ki obožuje svojega moža, dekličinega očeta, se bo ta deklica znala tipa normalnega zbrati. In ko bo oče hčerki rekel, ti si lepa, tudi če imela 3 kile preveč, pa če ne bo dejansko, ne vem, določene genska struktura je pač taka, deklice so ful lepe, oziroma ženske so lepe, ene so pa grde, oziroma manj lepe, da sem bolj prijazen do manj lepih. Ampak deklica, ko doživi pohvalo strani svojega očeta kot bitja s penisom, tistega očeta, ki ga mamica spoštuje in tistega očeta, ki ima tolo punčko red, doživi pohvala, pa ji reče, ti si lepa, ne bo imela motenj hranjenja. In ko se bo pogledala pri 13 letih v špegu, bo rekla, se bo malo shujšala, pa se nisem toliko, ne? Ne pa, da tam sama sebe vidi presuho, v resnici ima pa 30 kil. Ali pa tam vidim, ne vem, 42 kil sem debela. Psihotični občutek ima, zato ker oče ni dal pohvale svojih hčerki, ker niso skupaj živeli, ker so se ločili, še pred nje zrasla, bila stara 1 leto, so se že ločili. In prvih 5 let je bila brez moškega lika, še detka ni bila. Ja, itak, da bo imela motnje hranjenja, ker mora biti s penisom. Reči, tvoje telo je lepo, ti si lepa. Biti s penisom mora to deklici reči. In to je vse narobe, če ni tega. Zato ne more samske ženske biti umetno plojene, ker bodo defektne otroke spravljale gor spravljale, ne vzgajale. Vzgoja, ni da prav izraz. Upbringing. In mora pa oče biti izobražen, ko mora tej deklici reči. In sinu mora reči, hej, Tamal, jaz sem toliko ponosen na tebe, ti si tak car. In ko sin zve, da je car, se pravi, da je vreden spoštovanja, ko mu oče to reče, oček ima mojo mamico, bo razvil samozavest in bo hodil čez pulo rep, ko bo zrastel, ko bo fant, se bo pretepal zato, da bo punco dobil lepo. Zato, da bo faks naredil, da bo športno zmago imel, da bo zmagoval poslovno. Mora tam doživeti to in da bo hkrati še čutil, kaj je moralno prav. Mora tam oče biti. Oče, ki ga spoštuje, ne oče, ki je zapit.
pa ki vara ženo, pa ki jo posoja drugim. Oče, ki nas varuje, tisto oče mora biti v družini. Je boljše odraščati v družinah, ki je oče, tako ste rekli, zapit pa da vara, ali je boljše, da ženska sama vzgaja otroka? Sorry, to so pa delali raziskave in so ugotovili, da še slab oče je boljše kot brez očeta. Ne? To so delali raziskave, nekje sem to zrezal, ampak kar enih 30 let nazaj sem to zrezal. Oedipo kompleks se bolj ali manj pravilno ali pa nepravilno razreši. Ampak najhuje, če je sin brez očeta, ker slab oče, preveč slab, malče pije, pa mal je čuden, ga mora mama rehabilitirati, ker ni 24 ur na dan, 365 dni v letu slab, ampak tu pa tam dober. In otrok ga v svoji psihični realnosti, ko ima oče žute minute, ga on rehabilitira. In če ima to srečo, da še mama rehabilitira svojega moža, češ, tvoj oči ni tak kreten, se veš tam pa tem, ko se napije, mal čuden, drugače ima pa zelo red. In pa še reče ti, don sem tuk dober dol dajala, sem te vam reči, kak car je. Tudi če ne bo dober, pohval ga, da je dober igral, pa da je dober laufo, tudi če je bil te zadnji. Ti mu moš reči, da je car svojemu sinu, pa te mali reči, da je lepa, da jo po božji reči, da je tvoja princeska. Pa sem pa dober s tabo dol dajala. Mislim, sorry, zdaj banalno govorim. Se pravi, tudi če je slab oče, je boljš, kot da ga ni. Oziroma, določeni moški so pa taki kreteni, da sem že imel včasih idejo, da bi osnoval eno ekipo silakov, grdos je pa, da gremo nabutati določene moške, ki niso v ponos moškemu spolu. Ampak pravim, moški se lahko spremeni na bolje in to lahko ženska naredi s svojo blondnostjo, svojo nemočnostjo, svojimi solzami, svojo seksualno ustrežljivostjo. Ga lahko rehabilitira v dovolj dobrega, ki bo dovolj dobro očetoval. Najhuje, če je otrok brez fotra. In brez mame, ampak načeloma ob ločitvah, mama dobi, očeta pa vzela ga magla. Mora imeti načeloma. Čeprav, moram še to reči, da v psihični realnosti lahko določeni fanti in punce rehabilitirajo odsotnega očeta, gradijo nek lik na detku, mogoče na strigicu, na očimu ali pa tistih materinih prijateljih, jebačih, ko občasno pridejo malo na kosilo in so ful pomagajo tam neki, resnici so pa samo jebači mame, Moški lik mora biti, najboljši, da je oče, če ni očeta, je dober, da je dedek, ali pa očim. Najhuje, če je recimo deček ali pa deklica, popolnoma brez moške figure v odraščanju, gor spravljanju. Kaj pa istospolne partnerje? A ima lahko podoben kvaliteten ljubezenski odnos pa vzgojo otroka? Ni problem, ljubezen je ljubezen, pa en priročnik, ni to problem. Vse je ljubezen pomembna, res je vitalna, tisti, ki niso ljubljeni, to se jim čist meša. Tudi na stara leta, tudi Milivojevič je rekel, po 40 letu se ne moreš zaljubljati, če si normalen. To ni res. Jaz sem dolg časa rekel, da ni res. Par moških se mi je pa izpovedalo, to so tako zaljubljeni, zato ker so imeli doma od žene pol hudiča za babo. Pa te pa pride ena, ta me pa spoštuje, me ima rada, mislim, sploh sem videl, kaj je to, če te ima ženska rada, doma si pa 30 let pol hudiča imel, pa si zaljubliš pri 60 letih lahko, ali pa v domu upokojencev. Ampak istospolni partnerji, mislim, to je neko mašilo, zdaj, če bi bilo vsi, ki si želijo otroka, heteroseksualni pari, imeli otroka, pa ne morejo več, potem pa ne istospolni dobijo. Zato, ker se ne razvija človeška otrokova psiha pravilno ob dveh mamah ali pa dveh očetih ali pa ob samski. Se pravi, ženski, ki se je oplodila, pa ni nobenega moškega lika, ali pa tam kakšna prijateljica pride, ali pa še tisne, samo mama. Pa ti dup enega fanta, pa bo prišel v puberteto, bo so hotel igrice igraš, boš ti rekla, ne smeš igrice, mami, pusti me primer, jem igrice v špilu. Pa mamica znori, znori. Če mamica znori, pa ga tepe, pa se je otrok boji, bo gej rato. Biti gej je izredno nadležno. Ful trpijo ti geji in vse geje mama naredi. Načeloma vse geje mama naredi. Ali pa serijske morilce. Vse serijske morilce mame naredijo, moške. Zato, ker je otrok bil jezen na mamo. Otrok mora na očeta biti jezen, ker mu mamica
jemlje, ampak ta oče ne sme biti sam zapit, mora biti pravičen. Se pravi, te istospolni pusti otroke primer. In to, da ste istospolni, se da, vsaj pri lezbikah, se da sterapirati. Tudi pri določenih gejih oziroma biseksualcih se da sterapirati primarna družina in kar naenkrat se jim začnejo gejem, ortodoksnim ženske pojavljati po fantazijah. Imam take, ki jih meni hodijo. Tako da ne govorim kar na pamet. Bizaren primer. Je boljše, da je otrok v sirotišnici ali da ga posvoji istospolni par? Po moje boljše, da ga istospolni par, ne. Mislim, sej bizarno vprašanje, ampak meni so enkrat rekli, ko sem se ful boril za to, da se otroci ne posvajajo istospolne partnerske skupnosti, pa so me vprašali, kaj če bi bil moj otrok gej. Bi ga morali imeti, jaz ga bi imel enako rad, sem slučajno, moja dva sinova, že takrat, pa sta bila v osnovni šoli, sta že imela punce, ne, nista bila geja. Ampak v enih lokalcev so pa prišli, ne, so mi pa rekli, ja, naš fant je toliko feminilen, pa se pisal, pa sta toliko, rekel, Oedipov kompleks, jaz sem normalno razrešil, sem rekel, obstajajo 4 protokoli, da nekdo sin postane gej, fantik postane gej. Eden od teh protokolov je tudi baje genske narave, ampak je manjšinski. Večino gejev nastane zaradi napačnega Oedipa, disfunkcionalna primarna družina, enostarševska družina ali pa spolne zlorabe. Ampak ta dva sta prišla k meni, oče in mamica. Sem rekel, zdaj takole, ta mal bo verjetno feminilni gej. Imejte ga rada, ker si ne more pomagati. Ne more spolna usmeritev, če je, kakšna je, ok, mogoče se nekoč da malo sterapirati, ampak če on kaže feminilna nagnjenja, ko bo rekel, da si želi fante ali pa da bi bil punca, dajte to spoštovati, ker si ne more pomagati. Sam sem pa že tudi rekel staršem najstniških otrok, naj ne spremeni spola pri 13, 14, 15 letih, 18 letih, naj to naredi pri 25 letih. No, dotični, o katerem govorim, je spremenil spol. Ne? Ampak staršem sem jaz svoj cajt povedal, ko pa da jaz dobim starše teh travestitov, oziroma se počutim kot ženska, pa je moški, spremeniti spol. Ali pa fantinja, ne, lezbika, si bom dala joško odrezati. Ne delati to pri 18 letih, zato ker 25, ko bo stara 25 letih, se ti bo oedipalni del oživel, si už kar nekaj želela organ, ki njej na telesu manjka, ki se te zdaj gnusi. Ne spreminjati spola prehitro. Dej to pri 25 letih. Tako da sem, ko sem že rekel, je v sili, je ta ljubezen, je pomembna. Ampak če se da, naj bo otrok deležen ljubezni mame in ljubezni očeta, ne dveh istospolnih. Zato, ker se mu miselni sistemi totalno zavozlajo. On mora doživeti sceno oedipalno strani vaginalnega bitja, imenovanega mama, in s kastracijsko bojazen deček pa strani penisnega bitja očeta. Deklica mora pa strani penisnega bitja biti deležna pohvale v smislu ti si lepa. Zato morata biti starša različno spolna, če se da. Ok, da vam mogoče zdaj iti na temo same zaljubljenosti, ne? Zdaj tudi ta zadnji segment. Kakšni arhetip ljudi se največkrat zaljubi, ne? Pa če primerjava enega poeta, ki ljubezen izraža skozi pesmi, skozi neko umetnost, ali pa enega znanstvenika, ki ljubezen jemlje bolj racionalno. Ja, tip družine, v katero je vpet recimo poet, ne, pesnik, je lahko tak pa tak. Zdaj, če je zelo oče agresiven, bo on rabo muzo, tam neko navijačico, on bo pa špico špilo v fuzbalu ali bo boks treniral. In ko bo zmagal, se bo šel tam kazati in določene ženske bojo nasedle tej falične agresivnosti in bo glih napadal žensko željo določenim tipom žensk, ne? In bo se do njih probal prebiti. Odvisen, kakega očeta imel ta moški in bo tako funkcioniral. Zdaj poeti, tam neki umetniki, ki bi sam neke pesnice pisali, to so me neke, rekel, lulibucaste fotre.
ne, ko je bil ves nežen, pa božo, pa previjal me je, mam je delala kariera, ok, se je heteroseksualen, ampak pol bi pa on pa pesmice pisal, ne, in bo napadal žensko željo, bo imel neko muzo mogoče tudi, ne, in bo zaljubljen, bo dvoril, pa mogoče pel pod oknice, ne, določen drug tip z drugim tipom primarne družine, z drugim moškim, bo pa na falični način, ne vem, bo pa hotel, ne vem, graditi, ne vem, bo tehnični tip, pa pol na kar na eni točki pesma, če bo treba, se pa napil in bo rekel, veš kaj, ti boš moja, ne, pa malo bolj ona pa, a res, da imaš rad? Jaz sem, ti si smotan. Nič hudega, lej, sem popravil, vse, kar boš rekla, bom naredil. Na drug način bo pristopil in bo imel veliko željo, ampak bo model, po katerem bo ženski pristopil malo po fotru, ne, identificiran je s fotrom, pa svoj falični karakter, ki ga je v oedipalni fazi zastavil, bo zapeljal kja med ženske, tako kot ga bo. En bo tak bolj mehkužen, bo napadal eno klientelo žensk, po načelu, da vsaka metla svoj štil najde, ne, bo pa nekdo drug, pa drugo klientelo žensk in bo ful zrajcu ene druge ženske. Tako da dejansko vsaka metla svoj štil najde, ko jaz recimo te ženske, ne, meni prihaja ogromno samskih žensk, kako to, da ga ne dobim, ne, pa vidim, ženska je toliko lepa, toliko veliko denarja ima, toliko je uspešna, da noben ne upa tudi pristopne, tako visoko kotira. Pride pa drug moških meni, joj, imam ta, tretji, četrti problem, 25 let sem star, vse zdega, denar ima, avto ima. Pa mi pa razlaga, ko za ene probleme ima. Lega, kdaj si pa Jožke nazadnje držal v rokih? Še nikoli. A si rekel, zdaj pa ti meni tlele probleme. Domača naloga, te prvo pet tam, Jožke do roke, napise, žnarike o babe, reči, da so lepe. Pa imam priti s temi problemi, ki so nikakvi problemi. Te tvoj problemi nimaš babe. Babe. Ženska, nemočno smete, ne kazati, koliko denarja imate, pa dajte malo na popolno preobrazbo, pejte se na blond, malo lepa sem in pol se pejte Jožke ven, push-up, pol tega dobili. Mislim, to so seljački na svet, ampak to najbolj drži. Sem zdaj jaz na seljački način to povem. V resnici so pa tako, falični moški, ki si upajo fehtati, pa imajo denar, pa feminilne nemočne ženske, ki se ne dela preveč pametno, ne. V resnici je zelo pametna sem, ne kaza te pameti, ker mu ga odrežeš s pametjo z jajci vred, ne. Dej bo malo se glupo narediti, ne. Ne da boš tam bo začel nekaj govoriti, še se te tudi zrajcu ne bo. Tebe zrajca baba tudi, če je glupa. Če pa dec glup, bo sam šla stran, ne, ker glupega deca pa baba ne prenaša. Ker pamet pa nek socialni status, pa finančni status, to ful zrajca. Če je dec glup, mislim, res ga reši, ga lahko samo še en 2 centimetrski tem mednožni pripomoček. Jaz se glizanje sem na Petersonu poslušal, da je največji indikator, da ti najdeš partnerja socialno-ekonomski status, ne? Ja. To je najvišji indikator uspešnosti. Ta Jordan Peterson ve, res je podkovan, mislim, ok, mal je jungovec, ne, tle v prodovi psihoanalizi ni tako močen, ampak mislim, zdaj verjetno šel celo gledati, zelo v Slovenijo pride, ne. Meni so rekli, da sem slovenski Jordan Peterson, res ta, tudi Žižko je bolj pariral, čeprav ta spopad Žižek Peterson v Otavi enih 5 let nazaj, koliko je bil. Ni bil tak, sem si res predstavil, da bi mogel biti in to, zato ker Žižek ni tako vsekel socialistično, kot bi lahko. Peterson, če kjer ne zaupate meni, Peter, ampak Andrew Tate, ta je mačistični, tam neki v Romuniji so šel skrit, nek fighter, ta je mačistični, tam nek verzija Jordana Petersona, ampak Jordan Peterson, če ga greste poslušaš, on konsistentno govori, da sta spola različna in v lupi vse tiste feministke, pa še močen je pač v angleščini, jaz tukaj v angleščini ne moram tako briljirati. Peterson je bolj znanstveni človek, ne? On je, ja, predavatelj. Ja. On bolj na znanstveni način razloži te zadeve, ne? Ja, seveda, ja. Super je. Ja, je pa tudi on v Freudi nekaj. Pač morava midva še povedati to, da midva zdaj, ko si pogovarjava skozi psihoanalizo, ne, pred podcastom so se glih pogovarjali, oziroma pred snemanjem, da je Freudova psihoanaliza res malo bolj ekstremna, ne, da je to, kako sta rekla?
Ja, Freudova psihoanaliza je nezaželjena. Jungova je tako mal, mislim, bolj prebavljiva, ne sem. Zdaj tako, če mene kjer posluša, jungovska psihoanaliza ni v redu. No, sploh ne kot psihoterapevtska metoda s temi arhetipi pa kolektivnim nezavednim. Tudi Freudova psihoanaliza ima šibke strani, oziroma to, kar jaz delam, provam upgradeati Freuda, tako kot ga je na neki točki Lacan, ki je bil še bolj filozofski, ampak mislim, mi se poskušamo nekako infiltrirati v družbo skozi svobodo govora, ki nam je kretena, Freud je prepovedan, v upanju, da se družba navzame nekih novih znanj. Ampak psihoanaliza je nedokazljiva. To se ne da tako dokazati, kot se da, ne vem, s nekim testom, neko pamet, kar delajo psihologi. Ali pa z neko kemijo se mogoče da dokazati, da to pa učinkuje na psihozo, recimo, kak antipsihotik. Na področju razumevanja duševnosti, pa teh konceptov, so vse stvari nedokazljive. Nič se ne da dokazati, tako kot se da dokazati v matematiki, fiziki pa tako naprej. Je pa Freudova psihoanaliza tako, rekel, ranila človeški narcizem, ne, samoljubje, Boga je uničila, ne, se pravi, Freud je eksplicitno povedal, da Boga ni, mi zgolj in samo verjamemo v Boga zato, ker smo imeli močnega očeta in zaradi verjetja v močnega očeta čutimo, da Bog obstaja. Pa je bil Izraelec, oziroma Žid je bil, pa ne, bi moral verjeti v Boga, pa ni, je bil ateist. Pa rekel, je po nesreči, da je otrok že seksualen. Tukaj je napako naredil. Otrokova seksualnost je popolnoma drugačna kot človeška seksualnost. Otrok naredi v svojem razvoju fundament za razvoj seksualnosti. Ampak škoda, da je Freud govoril o seksualnem razvoju otrok, torej o razvoju že, ampak o tem, da je infantilna seksualnost in ljudje laično so mislili, da zdaj si mali Odip želi svojo mamico na način, kot si jo njegov oče želi, se pravi na seksualni način. Ni to tako. Seksualne faze, libidinalne faze razvoja obstajajo in Freud je z neko terminologijo zasral, rekel, razvoj te psihoanalize, te znanosti. Pa je pa kot stari Freud je pa rekel, no, če pa ne marate te termina seksualnosti, bom pa rekel, da je pa to eros, pa tanatos, ne. Stari Freud, v resnici stari Freud ni tako red, ne. Te novi, mladi Freud je te koncepte razvil, so zelo neljubi, naš običajni laični nadjaz noče tega verjeti, ne. Z mene se norca delajo, recimo ena klakočarka, ko mislim pa prav trdi, da rdeči štikli to pa ni res, ne. Ravno zato, ker reče, da ni res, je res, ne. Rdeča barva pa že ni znamenje pohote. Ja, kdo ti to vprašal? Jaz sem to povedal, je špekulativno, legitimno, vsak, ki se ukvarja s psihoanalizo, ve, da je to tako. Potem se pa zgodijo odpori in z pozicije moči ti neka avtoriteta, ki blage veze nima o nezavednem, o duševnosti, govori take neumnosti, da pol, mislim, vse ne vem, a se joko, a se smejo, sam če dobim pa domov policijo, pa že ni stvar tukaj enostavna. To je že te refleksija, ne, se. Ja. Dajva še samo moče to povedati, dve stvari so še ostali, ne. Prej sva primerjala poeta pa znanstvenika, ne. Zdaj pa dajva, zakaj žalostna glasba pomaga pri bolečini skozi razveze pa varanja pa bolečine. Pa to ne vem, če žalostna glasba pomaga, ker recimo jaz imam kar težko življenje, tako in drugače, in jaz grem pa video smešnice gledati. In me zadane, recimo, Nelly Furtado, all goods, all things got his ends, its ends, ali ko, vsem stvarim je enkrat konec, ne. Je ful žalostna zgodba, ampak mene zadane, z užitkom to poslušam, ampak načeloma, ko sebe terapiram ven iz depresije, recimo iz depresije, z teh pač melanholičnih razmišljam, grem jaz video smešnice gledati, da se nasmejim. In terapija je smejanje, ali pa mogoče poslušanje vesele glasbe, ker če človek posluša žalostno glasbo, se navzame žalosti, ne. Po načelu tudi jokati je užitek, ne. In to je pa past, ne, ker človek je lahko mazohističen in v času nesrečne zaljubljenosti uživa v depresiji, ne. To je past, ne. Ti ne smeš
si dajati duška v mazohističnem uživanju. Tako da ne vem, kdo zdaj je rekel, da žalostna glasba, ne vem, ko izboljša razpoloženje žalostnim ljudem, pomaga pri bolečini, čez razveze, ne? Ker vse znani so primeri. Ja, ne, mogoče se zjokaš, ne. Zdaj ko gre skozi razvezo, recimo jaz rečem, da morajo flirtati. Zato, ker to je v bistvu fizična bolečina že, ne? Več ni samo psihološka, ampak je tudi fizična. Vedno je najprej psihološka, potem se pa lahko reflektira v telesu. Te lahko telo boli, ampak v telo je treba, oziroma v psiho je treba naseliti ugodje, prijetnost. In lahko ti uživaš v trpljenju, ampak to je mazohizem, ki se zacikla v slepo ulico, si tam noter zaciklan. Jaz svetujem, da se morajo ženske začeti svetlo napravljati in se nuditi moškemu na vpogled in flirtati, če tudi na silo. Zato, ker te, bi rekel, fukfehtarji znajo nasmejati, znajo biti všečni in predajati se žalosti ob žalostni glasbi je zgolj mazohistično uživanje, ki je pa neproduktivno. Mal pomaga, mal je lušen jokat, sam se smilim, se ne vem, identificiram kot da žalujem. Ne. Žrtev. Kot žrtev, ampak to na dolgi rok ni v redu. Ti moraš strategijo preživetja skalibrirati na ugodje in moraš čist drug tip življenja upeljati v dnevno rutino, ki ne bo kontaminiran s to žalostjo, ampak z veseljem, s seksualnostjo, z hobiji, ki bojo nosili ugodje, ne pa uživati v jokanju oziroma v žalostni glasbi. Se pravi, da se človek začne z nečim ukvarjati, ne? Razen z samim sabo. Torej, overthinkanje je produktivno, če ti skozi čuječnost razgradiš misel, ki te dela žrtev. In spoznati, jaz prav uživam, ko trpim, tako kot sem užival, ko sem trpel, ko sta se oči pa mami ločila, pa sem se jokal, ko sem bil najbolj srečen. Ko sem se pa mogel smejati, mi pa ni bilo fajn. Ko ti dojameš, da ponavljaš vzorce iz otroštva, tukaj sedaj, kar sicer ni prijetno, ne? Jaz moram pa sebe na prijetnost dvigniti, moram ugotoviti jedro in moram ful veliko razmišljati, od kje se mi to napaja, zakaj sem jaz tokrat mazohistična žrtev, zakaj uživam, če trpim. In potem pridem do jedra, nekdo mora to psihoterapevtsko kompetentna oseba pomagati. In potem ta bolečina ob recimo razhodu zbledi. Ok, pa so še neki triki, se še tu da, ampak kompetentna oseba mora strategijo nekomu življenja, dnevno rutino zastaviti in reči, zdaj morate pa vi laufati, ker to pomeni tek k cilju, pa morate ne biti v črno napravljen, dajte se v svetle barve napravljati, dajte malo rdeče šminke gor, pa teh nekih znakov, da bo moški vedeli, da ste available, in ko bojo prišli malo flirtati, pa vas zalagati s komplimenti, pa požgečkati z besedo, se boste nasmejali in čutili ugodje. In boste ugotovili, da vas peca. In to je teoretsko malo lušen. To mora nekdo povedati. Jaz sem že določenim ženskam rekel, ko so se ločile, pol leta je bila zaciklana, vsak dan objokana. Se rekli, jebača si najti. Kako to misliš? Jaz sem rekel, tako sem ti povedal, enega fukača si najti in tudi naj bo 20 let starejši, zato ker si imela detka, ki si ga imela rada, z očimom pa očetom si imela probleme, itak, da se ločila, zdaj imaš pa popotnico iz primarne družine oziroma z otroštva tako, da si detka ful rada imela, 20 let starejšega jebača si najti, boš vsa nasmejana. In jo vidim po enem mesecu vsa nasmejana, sem rekel, ko imaš jebača? Ja, sem te poslušala. Ampak nekdo, ki ve, zakaj se gre, mora malo svetovati, ne kar na seljački način. Vse to je tista metoda od onega slovenskega psihologa, ki ste omenili pri laufanju, pa to, ne? Kako me je že? Rugl, Janez Rugl. Je od Ruglove metoda, če koga zanima, da se gre malo pogledati, ne? Sicer je ful kruta, ne? Ful je na hard, ampak je pa zelo učinkovita. Je bil uspešen tudi ta Andrej Perko, ki dela po njem ful dober dela za določene tipe parov. Jaz raj individualno delam in moram celo zgodbo zvedeti, celo otroštvo, pa cel ločitveni kontekst, da pol bolj zaštekam, da pol kvečem malo posolim pamet. Ja, mislim, to so res ful dobre metode, tak, pa ne samo po razvezi, ampak tudi tako nasplošno za malo discipline, ne? Da se lahko malo ojačaš. Dajva še zadnje vprašanje, kako skozi psihoanalizo ohraniti ljubezen, ne, v narekovajih, na dolgi rok?
če je otroštvo, primarna družina bila taka, da sta oče in mati še vedno skupaj, jaz sem pa star 40-50 let in babe ima poln kufer, ne, in če imam še žena, popotnico z primarne družine, dovolj dobro, da ne rečem normalno, potem se ta dva lahko cenita, ker sta dobra starša svojim otrokom in vnukom. Ali pa samo mehnim otrokom. Se pravi, če je popotnica z primarne družine, dovolj dobra. Če je pa popotnica slaba, da imaš ti ločene starše, se moraš pa zavedati, da tendenco, da se ločen imam, zato ker mi ni težko brez očeta živeti, torej bom tudi brez moža živela, seksa sem se tako in tako naveličala, pa še tale privesek, pristorek je imel majhnega, kaj ga z večjim dobila, me bo toliko nategnil, da bi mi bo kar lušen, ne? Mislim, zdaj banalno govorim. Računaj, da se bojo v sex life-u ponovno rodile, ne, da bojo dober adrenalinski seks dobile, se pogosto se vštejejo, ampak one morajo predelati patologijo z primarne družine, zato da se ne bo za kos postanega mesa ločila ženska ali pa moški in dati vrednoto, da ti popelje svoje otroke v odraslost, tako da bo v odraslosti otroci mentalno trdni. Pa še ne vem, imaš bajto ali pa neko imovino, bo šla na dražbo, da ta vsak pol dobila, otroci so brez doma, vidva, da ta pa vsak 50.000 evrov v žep. Tako se ne gleda, zreli ljudje predelajo zgodbo svojega otroštva, če je kriva, da se ločuje, ponovadi je eden kriv za ločitev, ne dva, eden je kriv. Drugi je v procesu konflikta samo refleksno neugoden. Konflikt pa eden povzroči, ampak ta eden se mora sterapirati, drugi mora pa slediti. Redko sta dva kriva, ne, ponovadi je eden. In ko predelata, ne v družnem pogovarjanju, v psihoterapiji družinskega, tega na družinski način, družinska psihoterapija, pa se pa pogovarjala, pa celo to, kar Perko dela dober sicer, ne, ampak v skupini to delajo. Jaz to delam z enim 2 ure, z drugim 2 ure, pa pol tisto, kar jaz vidim, s tem, da vem, kakšna je primarna družina, enega pa drugega, potem pa 2-krat, 3-krat pride, zdaj pa garajta, matrita se, tako se vsi. To ni družinsko življenje, zakonsko življenje, to je mesarsko klanje. To je lažje na ših hoditi, pa se tam kregati, kot pride doma, pa te tečna baba po stran gleda, ali pa te žali, pa ne dobiš seksa 2 leti. Ne, ti pa tam ne veš od muke, ko bi. Ne, ali pa obratno, ne, mislim, toliko sem nepotešena, on si ga pa raj drka, kakor da bi mene malo seksualno zadovoljil. V resnici ima pa jezo do lastne mame. Ne, mora jezo do lastne mame mož predelati, zato da ne bo jebo svojo ženo v glavo. In mora spoznati, pridi do uvida in se opravičiti, joj, veš, zdaj sem pa predelal, zdaj. In pa se zadeva skompatibilizira. In so vsi srečni, najbolj pa otroci. Je zveza itak konstantno delo, ne? Vedno je treba delati na sebi in ker ljudje ne razumejo, da ko gremo na razen, ne, zdaj pa fajn. Vse pri nekaterih, ki so res imeli kaos, je res boljše, greš na razen. Ampak pri drugih se pa kaos pa šele začenja. Pa otroci lutajo od enega do drugega, logistika, eden tam živi, šolo menati, ne vem, pa mamica pripelje novega jebača, ko ti začne hčerko šlatati. Fotru se meša. Hoče, da mi da ljubčka za lahko noč. Kam ti ga pa da na usta? 12 let stari punci. Fotru se pa meša, fotr je pa šel pa z ljubico. Ja, nisi vedel, da se bo to zgodilo. Jaz vem, da se bo to zgodilo. Ali pa mamice gre na razen, kot ta malo zraste, 2 glave je višji, 5 v šolo, mami ne grem, sem neljub. Ja, kje pa je fotr, da mu 2 okoli 6 da, z drugo je. Sem vam povedal, ko ste šli na razen, sem vam povedal, da bo to, pa me niste poslušali. Kaj naj naredim? Časovni stroj najte, pa si pete se povedati, da se ne boste ločili. Skratka, zajebanje to. Vsak primer je specifičen. Ne? Enim je zelo redko, rečem komu, ni drugo, kot da se ločite. Ampak tudi to je včasih edina rešitev, ker če je moški psihopat, se ga ne bo dal naglihati, polje boš ločitev. Ali pa ženska, da je pretegnja, ko sam satan. Sem ponovadi ženske dobijo otroka, ok, če so otroci z pubertete nekak ven, ali pa se ločiš, ker drugač boš umrl od žalosti, če boš pretegnjeno babo še kar imel v družini, pa da vsak dan te jebe v glavo.
Take imam jaz, ko prideh meni. Ja, mi da se zdaj načeloma šla čez vsa vprašanja, ki so si jih naredila, a so kira tematiko ven spustila? Mogoče bi jaz rekel, da je popotnica, tematizirala smo ljubezen, da je tendenca žensk, da so ljubljene strani moškega večja kot pri moških. Moški si pa želi, da ima tisto možo, da ima tisto žensko, ki jo ima rad, ker je kot otrok imel rad mamico. In njemu je samo, da ima žensko, ki ga ima povratno rada, ampak on ljubi. Ženska ima pa, mamico je imela, bila ljubljena strani mamice, potem je pa zamenjala obeh želje, pa se je pa želela, da bi jo oče vzljubil in imel rad. In potem te ženske si nad vse želijo, da jih moški ima rad. Moški si pa želi, ok, malo si že želiš, da te ima ženska rada, ampak da ti lahko spolni srce eno žensko, ki je približno normalna, da imaš rad. To je ta razlika, ki je že Freud izpostavljal, da obstajajo razlike glede ljubezni pri ženskah pa pri moških. In ženske so bolj zmedene glede ljubezni, ker ima in mamo, pa paradigmo z mamo, imam rada mamo, mamica ima rada mene in še očeta. Želim si, da si oče mene želi, jaz pa njega. Ima še ta moment, ki ga pa deček nima. Zato je ženska ljubezen pa zaljubljenje bolj zakomplicirano kot pri moških. Mimo seksualnosti. No. Ja, na različne načine se pač to doživlja. Ja. Mič, to je to, v bistvu, glede tega, kaj so pripravila. Če ima kdo še kakšno vprašanja, komentarje. Mi lahko napiše od spod, pa me skje po tipku. Pa na vaši spletni strani je eno slovo, ne? Tudi na spletni strani ali e-mailu, jaz načeloma, če mi kdo da kako zanimivo vprašanje ali pa izpoved, jaz celo video posnamem. Namesto da bi tipkal, si vzamem 1 uro, 2 časa, pa kak polurni video posnamem. Ker se mi zdi, da moje znanje koristi družbi in se malo razdajam. Ja, tudi te videe sem gledal, so kar zanimivi. Tako da se tudi zahvaljujem tistim, ki me takole povabite. Mislim, zdaj sta vidva s Kseno Mauserjevo tudi delala nek podcast o samomorih, pa o vzgoju otrok, ona je iz Kranja. Tako da obema se zahvaljujem, tudi Nuša iz Kočevja mi je pomagala, ker zdaj pač teh svojih podcastov nimam. Faktorja ni več. Mislim, se tudi, kad mi je delala, ne vem, če je lih podcast, no je bolj neko pogovor. Ma tole znanje moje gre ven, ni važno kako je, ni važno sam, da se sliš, da ljudje vejo, da ne obstaja samo en tip znanja, eno umje, da obstaja tudi drugačni pogledi. In zdaj je bil psihoterapevtski zakon sprejet, ok, je bil malo kompromisen, ker sem jaz tudi veliko idej dal oziroma pomislekov na ta originalni psihoterapevtski zakon, kjer imajo psihiatri monopol. Zdaj se pa kompromis naredil, da tudi psihoterapeuti, ki so zelo pomembni v tej psihoterapevtski zgodbi, da imajo tudi on glas. Ne samo ta kemija pa farmacevti, ker ne smemo vsako patologijo, ok, težko že, zdraviti s tableti, ampak je treba z besedo razvozlavati o vozle. Tako da dobro delo delam, se mi zdi. Kompleksne zadeve, glavno. Ja. Ni je tako enostavno, da bi kar zdaj vsake probaval. Ker se tudi špila za človeškim življenjem. Ja, ampak te šarlatani, ne? Heci da šarlatani, s placebo fintami, tudi koristijo, ne? Celo vedeževalke koristijo, ker dajo nekomu nek optimizem. Ker kemija s tistimi antidepresivi, ne, ti moraš misel spremeniti. Šarlatanska vedeževalka reče, vidim svetlo prihodnost. To je boljš kot vsak antidepresiv. Šarlatanske vedeževalke ne veje, joj, vaše življenje se bo pa tele zakompliciralo. In pride do učinka pričakovanega. Ampak niso problem šarlatani ala, ne vem, ogorevc pa te, ki imajo te bio, ne vem kakve metode, to je vse placebo, pa malo pomaga, ampak problem so, po mojem videnju, ne, to je problematično. Psihoterapeuti z licencami, ki jim meglo prodajajo, 10 psihoterapeutov imaš, dobijo enega pacienta, vsak čist drugače vid. In pa se verjame enemu, drugemu, tretjemu, en ima gestalt terapijo, en ima jungoško psihoanalizo, en ima realitetno, kognitivno, čist druge pristope imajo, vse ena sama zmeda, pa dobiš 25 let starega psihoterapeuta na univerzi Sigmunda Freuda, ki terapira svojega fotra, 60 let starega moškega ali pa žensko.
pa nisi zrel, da se sploh pogovarjaš. Ne? Prehitro se psihoterapeuti ne morejo infiltrirati v klinično prakso in tam prati možgane z nekimi, ne vem, egomaničnimi pristopi, namesto da bi, ne vem, življenjskih situacij oziroma življenjskih izkušenj lastnih pa sploh še nimajo, pa solijo pamet 20 let starejšim pacientom. Ja, se bo tudi dogajalo, ne, vse. Kaj čemo. Ja, nič, to je to, no. Ok, evo, to je bilo to. To je bilo to.